Evo, točni smo kot ura. Spoštovane, spoštovani gostje, dobrodošli na večerovem soočenju pred evropskimi volitvami. Kmalu bo napočil ta dan, ta trenutek resnice, ko bomo videli, kdo se je uspel uvrstiti v Evropski parlament. Slovenija ima zdaj kar deveterico Slovencev bo nas zastopalo v tem Evropskem parlamentu, kar je en poslanec oziroma poslanka več kot doslej, kar je seveda dobro in se tega veselimo. Želimo pa si seveda čim boljšega zastopanja tudi slovenskih interesov in seveda skupnih evropskih interesov. Najprej krajša predstavitev. Z nami so Vladimir Prebilič, Vesna, Zelena stranka, nosilec liste, zgodovinar in geograf, doktor obramboslovja in profesor na FDV, župan Kočevja, nekoč član SD-ja in predsedniški kandidat na zadnjih volitvah. Pozdravljen. Dobar dan, želim vsem skupaj. Matej Grah, Gibanje Svoboda, šef podmladka Svobode, končal je FDV, magistriral na temo Evropska kriza demokracije in vzpon populizma. Začel kot voznik na veleposlaništvu na Dunaju, nato pa nabiral izkušnje v državnem zboru v ekipi za strateško komuniciranje ob slovenskem predsedovanju Svetu EU. Nato pa se je aktivno vključil v politiko kot šef podmladka, kot sem že omenil. Pozdravljen. Nataša Sukič ob njem, poslanka, podpredsednica državnega zbora, pisateljica, aktivistka in diplomirala iz elektrotehnike, koordinatorica sveta stranke Levica in nosilka liste Levica. Pozdravljena. Franc Bogovič, SLS, dolgoletni politik, aktualni evropski poslanec, nekoč predsednik SLS-a, poslanec in kmetijski minister, nekoč tudi župan Krškega, sicer pa agronom. Mojca Šetinc Pašek, Zeleni Slovenije, dolgoletna novinarka Radia in televizije Slovenija, zdaj aktualna poslanka državnega zbora, izvoljena na listi zmagovitega Gibanja Svobode, po lanski izključitvi stranke pa sedaj je samostojna poslanka. Matevž Frangeš, SD, državni sekretar na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport, nekoč poslanec, tudi podjetnik, sicer pa pravnik. Franc Kangler, SDS, upokojenec, nekoč policist, pravnik, dolgoletni politik, tudi poslanec, nekoč župan Maribora in državni sekretar, državni svetnik. Veliko je funkcij, pozdravljen. In pa gospa Ljudmila Novak, NSI, tudi veliko političnih funkcij, doslej aktualna evropska poslanka, dolgoletna političarka, nekoč predsednica NSI, tudi poslanka državnega zbora, ministrica, tudi županja, sicer pa je na filozofski fakulteti diplomirala iz nemškega in slovenskega jezika s književnostjo. Pozdrav tudi vam. In z vami bi kar začel z prvim vprašanjem. Za vsakega od vas imam najprej eno tako osebno vprašanje. Torej, gospa Ljudmila Novak, veseli smo vaše prisotnosti, ampak vaša stranka, moram povedati, je tik pred tem soočenjem zamenjala napovedanega kandidata, gosta, gospoda Davida Klobaso. Zdaj me pa zanima, veseli smo seveda tudi vaše udeležbe, kaj to pomeni, kaj se dogaja v stranki NSI? Je to evropsko, da tako rečem, demokratično, da tik pred soočenjem neka stranka zamenja kandidata, ali je to pač zato, ker se je gospod Klobasa opredelil drugače, kot razmišlja vaša stranka o teh referendumskih vprašanjih, podpisal je tudi peticijo za varen splav v Evropi, je za evtanazijo in tako naprej. Je to dober signal? No, jaz nisem nikogar odstavila, mene so prosili, če ga nadomestim, sem prišla, sem vesela, da sem v mojem rojstnem mestu, tako da bom, upam, da dobro zastopala barve Nove Slovenije. V Novi Sloveniji pač imamo demokracijo in če ima nekdo drugačno stališče, kot je uradno stališče stranke, zaradi tega pač nikogar ne obsojamo. Naj pa povem, da pač uradno stališče stranke je drugačno. David Klobasa je odličen župan, državni svetnik, tako da ga spoštujemo in mislim, da dobro dela. Torej, če bi vi bila predsednica NSI-ja, bi dovolila, da on danes zastopa Novo Slovenijo? Glejte, kot predsednica NSI-ja sem vedno zaščitila svoje člane, tudi takrat, ko so morda naredili kaj takega, kar ni bilo v skladu s stališčem stranke, tako da mislim, da ne vem, kaj bi naredila v tem trenutku, če bi bila jaz predsednica, vedno pa sem zaščitila svoje člane. Ni pa to najbolj demokratična poteza, verjetno, da ga
predsednik kar ne pusti na soočenje. No, glejte, gospod David Klobasa bo imel še veliko priložnosti in je imel veliko priložnosti za različna soočanja, za volilno kampanjo in stranke pač se po svoje odločajo in tudi Nova Slovenija ima pravico, da pošlje tistega kandidata, ki ga pač sama izbere. Hvala. Gospod Kangler, zakaj si, čeprav ste že upokojenec, sploh še želite v politiko? Vemo, takrat so vas v Mariboru odstavili, pravzaprav vas je ulica odstavila, potem ste zdaj spet vračate na velika vrata, ali kaj to pomeni pravzaprav? Zanima pa me še nekaj. Kaj menite o tem, v te dni je bila opravljena kriminalistična preiskava na Novi 24, zaradi znane tudi preiskovalna komisija, ki jo je vodila Mojca Pašek Šetin, se je ukvarjala s tem, in v SDS-u so se takoj odzvali, češ da gre za politično motivirane preiskave. Ali menite, da je torej temu tako? In pa zakaj želite v parlament? No, hvala lepa, sem vesel, da vi razmišljate na večeru, da prihajam na velika vrata, to je dober znak. Ja, tukaj so kar velika vrata, ste videli. Ja, pa hvala Bogu, da tudi Maribor ima vsaj enkrat velika vrata in Maribor, če kdaj ima zdaj priložnost, da dobi evropskega poslanca, do sedaj ga ni imel. To je en izmed razlogov, da sem se odločil, da kandidiram na tej listi. In živi nekje drugje, mi živimo tukaj, v tej doline. Sem tudi v Zimici in tudi v Mariboru, ampak sem ponosen na Duplek in še nekateri drugi kraj v Sloveniji. No, vi ste sedaj predstavljate SDS, včasih ste predstavljali SLS in zanima me, kaj menite konkretno o teh policijskih preiskavah? Pred 5 leti sem kandidiral na isti stranki, na isti listi skupaj s Slovensko ljudsko stranko. Takrat sva bila oba z Bogovičem na isti listi. Takrat sem dobil kar veliko, malo me je svalilo za tisti mandat. Kar pa se tiče mojega pogleda na to dogajanje, pa veste, da sem šel skozi pot, ki sem spoznal, kaj je to pravosodje in glede na okoliščine, ki se dogajajo. Samo primer povem, verjemite mi, pa če imate pravnika ali pa odvetnika ali pa pravnega strokovnjaka, boste lahko kar hitro ugotovili, vam bo tudi potrdil moje navedbe, če oseba ni osumljena kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, ni razlogov za hišno preiskavo. Sodišče lahko izda odredbo, da se zaseže predmet, priči ali osebi, kolikor pa oseba ni osumljena, pa ne more imeti hišne preiskave po naši zakonodaji. Torej, po vašem mnenju... Gospod Tomažič ni osumljen v tem primeru kaznivega dejanja in imel na domačem naslovu hišno preiskavo in imel na delovnem mestu hišno preiskavo. Kar pomeni, da je nekdo to odredil, to, ali je to zakonito ali ni zakonito, ne bom presojal jaz, tudi vi ne. Ampak presojali bodo tisti, ki so za to poklicani. Skratka, namigujete na instrumentalizacijo policije. Poglejte, a je to vprašanje še danes? V redu. Nadaljujmo. Mojca Šetinc Pašek. Mi dovolite, da odgovorim na to vprašanje do konca? Izvolite. No, vsaj tukaj je živa priča, dokaz, pa če vprašamo bivšo ministrico pa direktorja, kakšno je bilo mnenje predsednika vlade takrat v tistem obdobju, koga je potrebno čistiti in počistiti. In danes poglejmo tudi RTV, ve se, zakaj se je zgodilo, vsi odstopajo, niso sposobni v kriznih razmerah ustvarjati boljši jutri za boljši. Gospod Kangler, pustimo še drugim. Hvala. Gospa Mojca Pašek Šetinc, 5 pred 12 ste pravzaprav uskočili zdaj na to listo. Komu ste pravzaprav večji trn v peti? Gibanju Svoboda ali SDS-u? Glede na to, da ste vodili preiskovalno komisijo, o kateri smo ravno kar govorili in kjer so sedaj hišne preiskave. Torej, kaj pa vi menite o teh preiskavah? Najprej jaz upam, da sem trn v peti obema strankama, ne? Sicer pa upam, da je v politiki slovenski tako, da, je v politiki slovenski tako, da bi morali sodelovati, ne pa se sesuvati, kregati in biti, ne vem, na različnih poljih. To, kar zdaj le vidimo v tej kampanji, je v bistvu polarizacija, ki jo vodita dve največji stranki v Sloveniji. Tudi sama sem Mariborčanka, sem bom po domače povedala gastarbajterka v Ljubljani že 30 let, sicer redno vsak vikend doma. Moj sin recimo mimogrede navija za Maribor, tako kot je to potrebno, ker tudi če je bil rojen v Ljubljani.
Tako da sem jaz nekako tako kot Ljudmila, pa Franc, pa potem naprej Matevž, pa vsi po celi črti naprej, praktično Štajerci, razen mislim, da treh ljudi tukaj za tem omizjem, ampak vsi se tukaj čutimo na Štajerskem doma, bom rekla zlasti pa. Ja, evo, to je to. No, kar se zdaj tiče, da grem pa... Če odgovorite, kakšne so pravzaprav vaše ambicije še v politiki sedaj? Očitno želite v Evropski parlament. Da odgovorim na to vaše vprašanje glede preiskav. Jaz sama sem vodila tisto parlamentarno preiskavo, z mano je bila v tej komisiji in še vedno je Nataša Sukič. Obe zelo dobro veva, kakšno gradivo, zelo težko obtožujoče gradivo je zbrala ta preiskovalna komisija. Tako da govoriti o nekih žrtvah, da je stranka SDS neka velika žrtev tukaj, jaz tega ne bi govorila več, pa pravzaprav kaj dosti ne smem govoriti zaradi tajnosti podatkov in kolega Franc Kangler, ki je tudi bil v preteklosti v kakšni preiskovalni komisiji, to tudi zelo dobro ve. Kar se pa tiče same preiskave, tele hišnih preiskav, ki so bili zdajle, pa moram tako reči, mislim, da kadarkoli bi te hišne preiskave bi bile pod neko lupo, pod neko senco dvoma, glede na indice, ki jih pa jaz sama dobivam v zvezi s tem zadnji dni, pa se tudi meni porajajo kakšni dvomi, da tukaj ni bilo vse v najlepšem redu in si samo želim, da policija v tej zgodbi, vodstvo policije ni bilo instrumentalizirano strani kakšne politične opcije. Tako to si zelo želim in upam, da temu ni tako. Hvala. Gospod Frangeš, vi ste bili nekakšen, smo že prej klepetala, prisilni upravitelj SD-ja, zelo na kratko, po aferi Litijska, ki je pretresla vašo stranko, torej Socialne demokrate. Zakaj bi pa vi radi v Bruselj, mar ni dovolj izzivov na Ministrstvu za gospodarstvo, kjer ste državni sekretar? Stranka se je tradicionalno dobro odrezala na teh volitvah, trenutno ima 2 poslanca, zdaj pa, kot kažejo ankete, sicer najvažnejša anketa so volitve same, bo že en poslanec uspeh, s katerim boste zadovoljni ali pač ne? No, na volitve grem zato, da ima Maribor svojo izbiro. Zdaj vidim, da se sicer vsi samo deklariramo kot veliki Mariborčani. Meni pa se res zdi to pomembno. Drži, kar je povedal gospod Kangler. Maribor v bistvu nikoli doslej ni imel svojega evropskega poslanca. So bili evropski poslanci ljudje, ki so bili nekoč v Mariboru rejeni, pa mogoče manj živeli za mestom, manj delili njegove tegobe in izzive. Jaz sem prepričan, da tudi po pretresih, ki jih Maribor doživlja, je nujno, da se Maribor, tako kot Evropa, postavita na svoje noge, da se v Bruslju uveljavijo tudi interesi tega mesta in te regije. Jaz verjamem v široke potencijale tega mesta, vidim ga skozi eno transformacijo v visokotehnološko središče, opirajoč se tudi na mariborska obstoječa prebojna podjetja, predvsem pa na največje mariborsko podjetje, to je Univerza v Mariboru, ki je generator znanja, je generator inovacij, potrebuje še neke podpore za to, da bomo v mestu res razvili pravi ekosistem, ki bo peljal Maribor naprej. Jaz sem prepričan... Mislite, da lahko kot evropski poslanec naredite več kot državni sekretar? Ne, mene delo državnega sekretarja izjemno veseli, je zahtevno, v njem pa uživam, ker je vsebinsko izjemno široko, pokrivam od industrije do podjetništva, start-up ekosistema, do vesolja in lipicancev, če hočete. Našel sem 3 svoje dragulčke, ki so mi posebej dragoceni pri tem. Eno je, da Slovenija razvije do leta 2030 enega boljših start-up ekosistemov v Evropi, po tem merilu smo doslej na samem repu. Drugič, vesolje. Jaz upam, da čez nekaj tednov Slovenija postane polnopravna članica Evropske vesoljske agencije. Tudi Maribor ima izjemno prebojno podjetje Skylabs, ki hitro raste z 2 satelitoma v vesolju, na poti je 3. In ki se je dokazalo z tem, da v orbiti 6000 km nad Zemljo edini mikrosatelit v vesolju z izjemno dobrimi rezultati in robustnostjo Mariboru razvite mikroelektronike. Hvala, gospod Frangeš. Iz vesolja nazaj v to dvorano. Gospod Grah, zadnje parlamentarne volitve ste močno dobili Gibanje Svoboda, po anketah sodeč za evropske volitve pa ste daleč od tega rezultata. Kaj je šlo narobe in pa kaj bo za Svobodo dober rezultat na teh volitvah? No, gledajte, nobena največja vladna stranka po 2 letih ni imela istega procenta kot takrat, ko je zmagala volitve. To je dejstvo.
Moram pa povedati, jaz nisem Mariborčan, jaz sem Prekmurec, ponosen, ampak se pa zavedam, kaj pomeni zastopati vse drugo kot glavno mesto. In to je bil tudi en izmed razlogov, zakaj sem se sam v politiko 2 leti nazaj vključil, da bodo predvsem ljudje iz ruralnega območja dobili svoj glas, predvsem pa, ker vem, da vsi imamo svoje izzive, s katerimi se moramo soočiti, na drugi strani pa redko kdaj najdemo koga, ki nas lahko posluša. Kaj je rezultat? Dober rezultat bo zagotovo vsaj ponovitev teh mandatov, ki jih imamo zdaj. Želimo si seveda enega več. Večkrat si pa upam tudi povedati, ene redkih tudi na naši listi, da predvsem moj in cilj koalicije mora biti, da bomo dobili 5 poslancev, torej razmerje 5:4 proti desnim. Gospa Sukič, levica evropskega poslanca ali poslanke doslej ni imela, zdaj se v Bruselj vozite celo z vlakom, vaš visoki predstavnik Luka Mesec. Zanima me, kaj je vaša točka preboja na teh evropskih volitvah. Nekako se je Mesec zavzemal tudi za koalicijo levih in zelenih, ampak vidimo zdaj, ste šli kar vsak po svoje. Kako je to mogoče, oziroma ali pač značilno, da se na levici nikakor ne morete dogovoriti za neko skupno politiko, spet ste razbiti? Ja, lep pozdrav. Najprej naj povem, da sem prvih 5 let živela v Murski Soboti, moj prvi jezik je bila prekmurščina, potem pa sem od 5. do 19. leta hodila na prvo gimnazijo na koncu v Mariboru, torej je bil moj drugi jezik štajerščina, mariborščina in šele potem je prišla na vrsto slovenščina, ker ljubljanščine pa ne maram. Tako da, kaj je zdaj, dobro, levica res ni imela še do zdaj evropske poslanke ali poslanca, ampak vendarle mi smo prepričani, da glede na stanje stvari, kakršno je pa trenutno in je zelo zaskrbljujoče, sploh v vzponu skrajne desnice, ob vojnah, ki divjajo blizu, na vratih Evrope dobesedno in na Bližnjem vzhodu in tako naprej, je čas, da bi levica pač poslala nekoga v Bruselj. Čas je, da bi čim več mirovnikov bilo poslanih v Bruselj in ne vojnih jastrebov. Kajti stvari so izjemno napete in zelo se lahko prevesijo še kaj hujšega, kot smo trenutno priča, sploh ob zloveščih napovedih Ursule von der Leyen. To je pač naše mnenje je, da mora biti Evropa bolj socialna, da mora resnično iti v pravičen zeleni prehod, da mora biti predvsem mirovniška in tista sila v svetu, ki bo poskušala biti mirovna posrednica v blokovsko vse bolj razdeljenem svetu. To so ti glavni motivi. Levica je resna stranka, ima zelo dober program evropski in ni razloga, da ne bi kandidirala vsakič znova tudi na evropskih volitvah. Ne glede zdaj na rezultat, za nas bo seveda uspeh, če dobimo poslanko ali poslanca, vendar je za nas uspeh že to, da lahko odprto v medijskem prostoru in v javnem prostoru promoviramo stvari, o katerih se premalo govori. Gospod Bogovič, izkušen evropski poslanec, smo že prej rekli, drugi mandat zaključujete, ste prepoznavan, ampak ali ni to nezaupnica vam, da vas Slovenska ljudska stranka ni uvrstila na vrh liste? Dali so vas nekje vmes, mislim na 3. mestu. Zakaj bi torej ljudje izbrali prav vas, če se vam je že Slovenska ljudska stranka na nek način odpovedala? Kako se lahko to razlagamo? Glejte, lep dober dan vsem skupaj. Maribor je bil moj kraj, ki sem študiral, zdaj imam zelo lepe spomine in vam želim vse dobro, tudi te napovedi po preboju Maribora, ki je danes bistveno bolj v zaostanku, kot je bil za Ljubljano takrat, ko smo študirali. Kar se tiče evropskih volitev ali pa tudi tega 9. junija, mi imamo tudi nek referendum o preferenčnem glasu in sam sem živi dokaz, kako lahko preferenčni glas deluje. Enkrat sem bil izvoljen z zadnjega mesta, drugič sem bil izvoljen iz 4. mesta, zato ker so me ljudje izbrali.
In ko smo v stranki se pogovarjali, sem predsedniku sam šel do njega in mu dejal, sem pripravljen še enkrat kandidirati. Mislim, da sem v teh 10 letih tudi marsikaj dobrega za to, kar stranka zastopa, enakomeren razvoj države, kmetijstvo, podeželje, tudi energetika, dosti naredil in mi mesto na listi sploh ni pomembno. Tako da na koncu so vsi drugi prej izbirali številke in imam lepo številko 3 in če je kaj simbolke v tem, pa nekaj v tretji rado. Gospod Prebilič, hvala. Gospod Prebilič, nosilec liste Vesna zelena stranka, nekako se razglašate za edino pravo verodostojno zeleno stranko. Ne? Zakaj bi bili vi bolj zeleni od drugih? In pa dejansko me zanima, koliko vas osebno zares zanima Evropski parlament. Bi torej odšli v Bruselj, pustili županstvo, študente, ali se morda celo vidite na naslednjih državno-zborskih volitvah? Najprej vsem lep dober dan in hvala za povabilo na Štajersko. Jaz s Mariborom res nimam kaj dosti, pošteno povem. Imam pa soprogo iz Ptuja, no, če to kaj šteje. Sem se spoznala v študentskih letih v Ljubljani, ko smo študirala. Vem pa in razumem, kako pomembno je, če se država enakomerno ne razvija. Ne vem, koliko od vas je bilo kdaj v Kočevju, verjetno zelo redki, pa ne dostikrat rečem, v Kočevju pride samo, ali se zmotaš, pa zaviješ mimo nas, ali pa si se zgubil, pa potem gledaš kako in kaj. Ampak vendar, mesto se razvija, odgovor na vaše vprašanje. Zakaj, oziroma kaj s tem zelenim? Mi imamo zelo jasno stališče že od samega začetka, veste, je bila ustanovljena pred 2 leti in Evropska zelena stranka, ki je tista, ki je referenčna točka v Evropskem parlamentu, je dala jasno vedeti, kdo je ta zelena stranka v Sloveniji in to je Vesna, torej to je prvi del odgovora. Dopuščate pa tudi druge zelene stranke. Seveda, meni noben problem, jaz bi si želel, da bi vsi bili čim bolj zeleni, zaradi tega, ker izzivi, s katerimi se srečujemo, verjamem, da bomo o tem govorili v nadaljevanju, so resnično zelo pomembni in veliki in jih trpimo in posledice njih nosimo praktično vsi. Tako da nič narobe s tem, konkurenca je vedno dobrodošla. Ampak ve se, da smo bili tisti, ki smo bili prepoznani kot najbolj zeleni oziroma edini s strani evropske družine. Kar se tiče mojega odhoda, ja, res, jaz sem 14 let župan in mislim, da sem v teh 4 mandatih nekaj dal od sebe. Občina, ki sem jo prevzel, je bila zelo nerazvita, danes ima 3-krat večji proračun, nima praktično brezposelnosti, premoženje občine se je povečalo za 4-krat, tako da to delo mislim, da sem opravil in čas je, da gremo novim izzivom nasproti. Kaj se pa študentov tiče, ki ste me to vprašali, jaz bom poskušal kljub temu še ohraniti en predmet ob petkih, popoldne. Vem, da se bodo nekateri za glavo prijeli, ampak vam povem že sedaj. Jaz sem že zmerom predavanje v petek popoldne, študenti so vedno radi prišli tudi v petek popoldne me poslušati, torej vojaško zgodovino bi rad ohranil, tudi zaradi tega, ker je skoraj težko najti zamenjavo ta trenutek za to pozicijo, ki jo danes upravljam. To je to. Hvala. To je bil nekakšen uvod, zdaj pa začnimo z debato. Več krogov imam zastavljenih, običajno nam časa zmanjka, pa vendarle bi začel z aktualno zunanje politično temo okoli Palestine, ker je pač vlada priznala Palestino pravkar, oziroma včeraj. Slovenski diplomat, nekdanji veleposlanik v Združenih narodih v New Yorku, tudi veleposlanik v marsikaterem mestu, Andrej Logar, je kritiziral, da se je Slovenija priznanja lotila amatersko, češ, zakaj nismo zdaj, ko smo imeli solidno skupino držav, Španija, Irska, Norveška, stopili zraven, to je dejal za Večer. Zanima me, gospa Ljudmila Novak, kakšno je vaše stališče? Poznamo tudi stališče NSI-ja, da se s tem strinja, tudi v državnem zboru, potem takem boste verjetno glasovali za. Zanima me, kaj bo dan potem, kakšno je vaše stališče in ali ne bi bilo bolje, da bi učinkoviteje pritisnili na Izrael, kot se želi v tem primeru, z neko širšo skupino držav znotraj Evropske unije in odločno skupno zunanjo politiko pritisniti. Ste vi za priznanje Palestine, me zanima konkretno. Stališče Nove Slovenije je, da temu ne bo nasprotovala, kar pa še ne pomeni, da bo glasovala za. Torej, ne tič, ne miš, ne za, ne proti. Ne, poglejte, mi ne nasprotujemo nastanku 2 držav v prihodnosti. Se pa v tem trenutku sprašujemo, ali smo s tem kaj naredili, ko smo na vrat na nos sedaj se za to odločili in niti ne v tistem trenutku, ko so se tudi druge države za to odločile. Torej smo nekam cincali sem in tja. Poleg tega mislim,
da je Slovenija zamudila idealno priložnost, da bi dejansko bila nek mediator med obema stranema. Če se ti takoj postaviš na eno stran, predstavljajte si spor med dvema sosedoma, koga bosta vzela za mediatorja? Tistega, za katerega boste mislili, da je koliko toliko neutralen in bo poslušal obe strani. Slovenija se je zavzela za eno stran, ko bi vsaj zahtevala, da mora druga stran hkrati tudi priznati Izrael. Izrael je nastal leta 1948 in takrat ga te arabske države oziroma ga še vedno niso priznale. Država, ki je bila ustanovljena s pomočjo Združenih narodov, ki ima meje, ki ima vlado, ki ima vse, pa ni priznana. Torej, če prav razumem, ste vi bolj proti osebno? Lejte, v pravem trenutku in takrat, ko so pogoji izpolnjeni, trenutna vojna, kaj je treba narediti? Ustaviti to, to lahko naredi nekdo s posredovanjem, ki se dejansko ne postavi na eno stran, ampak posluša obe strani. Treba je vrniti zajete talce. In kako bo v tem trenutku Izrael pripravljen na neka pogajanja, če se absolutno že vnaprej mu odreka neko pravico do samoobrambe. Ampak jaz ne zagovarjam teh prekomernih napadov Izraela, nikakor ne. Vem pa, da zgodba ni enoznačna. Malo ste že prekoračili čas. Ja, vem, da Iran ves čas financira Hamas, torej zgodba ima širši pomen. Zdaj bom malo premešal govornike, pa gremo zdaj kar gospodu Prebiliču na isto temo. Ja, no, tukaj se razlikujemo, vse to je čisto normalno in demokratično. Veste, zgodba, v tem delu se strinjam z gospodom Ljudmilo, zgodba ima tudi preteklost oziroma preteklo ravnanje in razvoj. Seveda, Izraelu nihče ne oporeka njegovega obstoja, nikoli ni bilo o tem tudi vprašanja. Za njim je tudi odločitev Varnostnega sveta Združenih narodov, stvari so kristalno jasne. Tega nikoli ni bila deležna Palestina na drugi strani. Torej, to treba povedati. Drugič, ravnanje Izraela v tem prostoru, v Bližnjem vzhodu, ni bilo nikoli prav vzorno do Palestincev, tudi to je treba povedati. Če sem čisto pošteno, Gaza je bil pravzaprav največji zapor na odprtem. In da sklenem, nikakor ne moremo pokriti tega dejanja, ki se trenutno dogaja, z pravico do samoobrambe, ki ga opredeljuje 51. člen varnostne listine in seveda priznati treba Palestino, ker to bo izhodišče, da se bomo sploh lahko začeli pogovarjati. Drugače se ne bomo mogli nikjer pogovarjati. In še enkrat, to ne moremo šteti kot samoobrambo in želel bi si, da bi Evropa zmogla, da bi postavila stvari pravilno, to je, da prepozna človekove pravice in pravico do samoodločbe naroda. Gospod Kangler. To je še en dokaz več, da imamo v tem danem trenutku nesposobno vlado. Mislim, da je neprimerni čas za takšno dejanje. 7. oktobra v lanskem letu so teroristi na tem območju pobili 1200 civilistov, več kot 255 ljudi ugrabljenih, od tega 120 otrok. In nisem slišal zunanje ministrice ali kogarkoli v vladi, da bi od Hamasa, od teroristične organizacije zahteval, da izročijo civiliste nazaj svojcem. In danes tukaj se lahko vprašamo, kjero Palestino, kjero vodstvo, nimajo ne demokratično izvoljenega predsednika, nimajo ne demokracije, kaj bomo sploh priznali? Kjere meje, na kjerem območju, v kjerem času in tukaj sem prepričan, verjemite mi in si zapomnite danes moje besede, stopnja ogroženosti Slovenije zaradi tega dejanja zunanje ministrice in vlade se bo dvigla še za eno stopnjo. To je vaše mnenje, v minuti ste ga povedali, gospod Bogovič. Kar se dogaja na Bližnjem vzhodu pred 7. oktobrom, predvsem pa od 7. oktobra pa do danes je tragedija. Ključen cilj bi moral biti vzpostavitev miru. Mislim, da enostransko priznanje in država, ki je članica varnostnega sveta, ki se tako postavi na eno stran, ne more opraviti več neke funkcije, da bi igrala mediatorsko vlogo. To področje nima legitimno izvoljenega vodstva,
tako da se sprašuje zdaj, ali je to potrditev Hamasa, ali je to predsednika, tako da mislim, da bi moralo biti priznanje Palestine kot ključno dejanje v vzpostavitvi miru in pritiska na obe strani. Tam sta dva, ki morata čim prej z oblasti, tako vodstvo Hamasa, kakor tudi Netanjahu, in upam, da se to zgodi. Bi pa želel, da bi naredili to v skupini še s katero drugo državo, in če je vlada mislila to narediti, bi moralo biti vsaj v tej skupini prvih 3 držav, ki so že naredili. Zdaj ne vidim več tiste jedrne države, ki bi se nam pridružila. Hvala. Mojca Šetinc Pašek. Ja, jaz bi najprej tukaj, moje stališče zelo podobno temu, kar je povedal dr. Prebelič. Namreč, kolikor jaz razumem, je vlada priznala Palestino v okviru meja iz leta 1967 in, če se ne motim, na podlagi mirovnega sporazuma iz Osla 1993. Skratka, tu neki okviri mednarodnega prava ali pa so. Zakaj je bilo treba Palestino priznati? Zaradi tega, da se je v bistvu na nek način omogoči pozicijo, enakovredno pogajalsko pozicijo napram Izraelu, da se sploh lahko začnejo Palestinci in Izraelci pogovarjati o miru, da se sploh nek minimalni napor med njimi začne v smer mirovnih pogajanj. Sama sem absolutno na stališču, da vse, kar se je v zvezi z priznavanjem Palestine v času naše volilne kampanje dogajalo, je bilo zame nekaj nedopustnega. Mislim, da je to stvar, ki bi morala biti urejena strani Slovenije pred temi evropskimi volitvami, in to ne bi smelo biti tema teh evropskih volitev. Hvala. Minuta je že potekla. No, prav Levica si že dolgo prizadeva za priznanje Palestine, pa niste bili uspešni, pa ste zdaj že kar nekaj časa pravzaprav v vladi. Vse to hočem ravno reči. Vsakič poslušamo iste izgovore, ni pravi čas. Ja, kdaj pa je pravi čas? 10 let se Levica, odkar je prišla v parlament, bori za priznanje Palestine. Treba je vedeti, Palestinci so 70 let v razmerah apartheida. Izraelci so okupirali njihova ozemlja, kradejo njihovo zemljo. Na Zahodnem bregu ni Hamasa, tako da je to Larifari. Tam je palestinska osvobodilna organizacija, tako da ne govoriti, da je to samo Hamas. Ne? To je druga stvar. Tretja stvar, danes smo priča genocidu. 140 držav približno je že priznalo Palestino. Prav je, da je Slovenija naredila ta korak, popolnoma brezpredmetno je razpravljati ali v skupini 3 držav ali zdaj sama, sledile bodo še 3 države kmalu, kot slišimo. Slovenija se je ves čas intenzivno tudi pogajala s temi državami in jih hotela biti, in zgledi vlečejo. In ta zgled, to bo tudi pritisk na ZDA, kajti brez ZDA to, kar počne Izrael, ne bi bilo mogoče, tako da to je pritisk na Netanjahua, na Bidna in pa moralna podpora Palestincem. Hvala. Gospod Frangež, zunanja ministrica Fajonova si je ves čas močno prizadevala, vse v zadnjem času, za priznanje. Na drugi strani se zdi, da ni bilo posluha pri premierju Robertu Golobu. Kaj to pomeni, da pravzaprav predsednik vlade ni spoštoval mnenja vaše zunanje ministrice? Pomembno je, da je odločitev sprejeta. Temeljna ustavna listina je dala ključno pravno podlago za samostojnost naše države in govori o tem, o temeljni in neodtujljivi pravici slovenskega naroda do samoodločbe. Jaz mislim, da je pomembno, da vsem narodom sveta priznamo to neodtujljivo pravico do samoodločbe. Slovenija je z korakom k priznanju Palestine prispevala predvsem k miru, k končni rešitvi 2 držav, ki upajmo bosta sobivali v miru. Da pa je to mogoče, je potrebna deradikalizacija, ne stopnjevanje konflikta. Netanjahu ni Izrael in Hamas ni Palestina. Ključno pa je, da medtem ko pričakujemo, da se vrne zajete izraelske talce, da, in to je tudi Slovenija takoj po 7. oktobru glasno zahtevala. Naj se bo spomnim, da nihče ne bo vrnil neizgubljenih življenj, ubitih talcev na izraelski strani, še manj 10 000 civilnih žrtev v Gazi, med njimi 2/3 otrok in žensk. Pa bi šel kar na gospoda Graha, ker ste že prekoračili vaš čas.
Predsednik vlade je imel ves čas pravzaprav škarje in platno. Zunanja ministrica je pritiskala, Golob se, predsednik vlade Golob pa se nekako tudi s svojimi svetovalci ni odločil za to potezo, oziroma se je zdaj zadnji hip. Zakaj šele zdaj, če ne, oziroma zakaj potem sploh, če je bilo nekakšno mencanje? To v zadnjih tednih, kar opažam sam kot mlad posameznik, je, kot da sem na nekem tekmovanju, kjer se na koncu podeljujejo medalje, kdo bo prvi priznal Palestino. V tem trenutku je najbolj pomembno, da smo Palestino priznali. To je bil prvi in nujen korak. In tukaj moramo včasih tudi malo z pozitivne strani pogledati. Slovenija je bila med prvimi v tem času, ko je pozivala tudi druge države, naj se temu pridružijo. Zdaj sledi tudi pozivanje, in tem se strinjam, pozivanje arabskih držav, da priznajo Izrael. Tudi sam sem deloval nekaj časa v diplomaciji, kot ste povedali na začetku, in prav vsaka vojna v zgodovini se je končala na koncu tako, da so se sedli za isto mizo. Ampak brez priznanja Palestina nikoli ne bi bila enakovredna Izraelu. To, kar danes gledamo v Palestini, ni nič drugega kot genocid, ubijanje žensk in otrok. In pomembno je včasih tudi pogledati iz te perspektive in povedati, da smo s tem, ko smo pozivali druge države, tudi marsikateri močnejši in večji državi pokazali, da sami imamo svoje razmišljanje in da razmišljamo svojo glavo. Hvala. Krajši repliki sta želela gospod Kangler in gospa Sukičeva. Prosim, gospod Kangler, prvi ste bili, pa prosim, če ste kratki. Ja, hvala lepa. Jaz mislim, da je tu šlo za veliko igro SD-ja v vladi. Verjemite mi, da predsednik vlade, pa mislim njegov odvetnik, je verjetno z Evrope in sveta dobil tudi kakšen klic, da s tem ni tako hitel na seji vlade. Tukaj se pa popolnoma strinjam tudi z kolegico, tukaj gre za igro, da se preusmeri pozornost. V času Ne vidim, ne slišim kakšne replike. Komu zdaj replicirate? gospodu Frangežu. Vse sem nakazal, ko je gospod Frangež govoril. Tukaj gre za igro, da se preusmeri pozornost iz domačih problemov na problem Palestine in da na ta način pozabimo, kaj se dogaja na domačih tleh. Gospod Frangež, direktno ste bili odzvani, pa vam takoj dam. Mislim, najprej je treba ugotoviti, da pozornost slovenske javnosti k Palestini ne vleče vprašanje mednarodnega priznanja Palestine. Vleče nasilje, ubijanje, absolutno nesorazmerni odgovor Izraela na to, kar se je zgodilo 7. oktobra. To je tisto. In mimogrede, a smo mi razumevajoče gledali na tiste, ki so nam leta 1991 govorili, da nas bo priznali šele takrat, ko nas bo priznala denimo Srbija? Ne. Slovenija si je takoj po razglasitvi samostojnosti prizadevala za to, da doseže mednarodno priznanje, brezpogojno. In to smo takrat tudi dosegli. Dajmo pravico drugim narodom in drugim državam enako, kot smo jo sami te realizacije. Gremo naprej, gospa Sukič, pa gospod Prebelič. Skeptikom, ki pravijo, da ni pravi čas, pa da to ne bo prispevalo k miru. Poglejte, v čem je razlika. Res je 140 držav pri tem že priznalo Palestino, ampak skoraj nobena zahodnoevropska država oziroma zahodna država. In to, da je zdaj prišlo do skupine 3, pa Slovenije, pa še 3 prihajajo, to je hud signal. In treba se zavedati, da Netanjahu recimo sploh ne upošteva mednarodnega kazenskega sodišča in tudi Biden ga zanika. To kazensko sodišče v Hagu očitno velja za Balkan, pa očitno velja za Afriko, pa za ne vem koga, ampak ko pa gre za prijateljčka Netanjahuja, pa ne velja. In to je signal, da Evropa mora postati neodvisna od Amerike, samostojna v svoji zunanji politiki, in to je že hud signal, če se toliko držav članic Evropske unije postavi na lastno stališče. To sem tudi v bistvu uvodoma spraševal, ali bi bilo smiselno, da Evropa skupaj se zavzame za to rešitev, gospod Prebelič. Nujno bi se morala Evropa skupaj zavzeti, če tako odgovorim na to vprašanje. Torej, mi vsi v Evropi izhajamo iz temeljnih vrednot, kot so demokracija, človekove pravice, spoštovanje mednarodnega prava, in če kdaj je bil zdaj fantastičen trenutek, da bi stopili skupaj. Ampak eno stvar sem mogel še dodati k temu, kar smo se prej pogovarjali. Ste videli odziv Izraela? Ste videli? Ta odziv je zelo zanimiv. Izrael se je odzval na to, da bo Slovenija morda, gremo še v državni zbor, tam bo treba glasovati,
se je zunanji minister Izraela odzval z grožnjo Republiki Sloveniji pri tem, da bi prepoznala Palestino kot samostojno državo. To nekaj pove o tem režimu, veste. Torej, jaz ne razumem države, ki lahko drugi državi grozi, da prizna tretjo državo. Torej, nekaj je narobe, hudo narobe tudi s političnim sistemom v državi Izrael. To je, mislim, da zelo pomembno dejstvo. In morda tudi skupno zunanjo politiko Evropske unije. Gospa Mojca, še kaj sprašujete? Tukaj bi jaz samo dodala, ne, mi smo se danes prav na to, na zunanjega ministra Izraela ogorčeno odzvali in protestirali pri naši zunanji ministrici, ne, da naj vendarle obsodimo skrajno nediplomatsko in v nasprotju z vsemi mednarodnimi akti in mednarodnim pravom delovanje tega izraelskega zunanjega ministra Izraela Katza. To je pravzaprav posegel v suvereno odločanje Slovenije, gre pa za postopek priznanja, ki je pravzaprav šele prišel v državni zbor in o njem bomo odločali v torek. Kar se pa tiče priznanja Palestine, že v temeljni deklaraciji Združenih narodov o človekovih pravicah v 2. členu je jasno zapisano, vsi vemo, kaj tam piše, lahko vam celo citiram, preberem, ni dopustno nikakršno razlikovanje na podlagi politične ali pravne ureditve mednarodnega položaja posameznega naroda. Skratka, že v sami deklaraciji o človekovih pravicah je jasno, kakšen status bi morali že zdavnaj imeti Palestinci, pa ne gre za Hamas, ampak gre za Palestinke in Palestince. Jaz bi tukaj morda šel na naslednjo temo in izpeljal iz te teme, to pa je v bistvu strateška avtonomija Evropske unije, ki je tudi povezana pravzaprav z to tematiko in tudi s številnimi drugimi tematikami. Zato bi zdaj začeli mogoče na tej strani z gospodom Bogovičem. Na kak način bi Evropska unija morala ukrepiti to strateško avtonomijo? Mogoče kaj bi bil tisti prvi najpomembnejši korak? Ta tema je že dolgo na dnevnem redu. Ja, COVID kriza in pa vojna v Ukrajini sta pokazala slabosti in pa anomalije, ki so se zgodile z globalizacijo na marsikaterem področju. Evropa kar naenkrat ni imela več, ne vem, učinkovin za zdravila, en kup čipov ni imela za avtomobilsko industrijo in smo videli, da je enostavno globalizacija in te tokove so oslabili našo ekonomijo. Zato smo se začeli takrat pogovarjati o strateški suverenosti. Z vojno v Ukrajini pa je zopet terminologija varnosti prišla na dnevni red. Tu lahko govorimo najprej o tej vojaški teritorialni varnosti. Pacifizem je bil v Evropi, da enostavno več ni potrebe, da bi skrbeli za to v marsikateri državi, kjer 70 let ni bilo vojne. Po drugi strani smo zanemarili tudi energetsko varnost, vse preveč bili odvisni na posamezne vire. Prehranska varnost se je pokazala in ne vem, ker naenkrat sta bila energija in orožje tudi, energija in pa hrana kot orožje. Lahko govorimo to o zdravstvu, lahko govorimo še o številnih drugih varnosti povezanih s kriminalom. Švedska 65-70 tisoč organiziranih ljudi v kriminalu, kar priznava njihova policija. Tako da to zavedanje, da je potrebno skrbeti za vse kategorije varnosti, se je vrnilo v Evropo in mislim, da je prav tako in da moramo za to tako varnost kot samoskrbnost Evrope poskrbeti. Ali bi bilo, gospa Sukič, smiselno, da Evropa vendarle sama odloča o svoji usodi? Pa naj gre za vprašanja priznavanja držav, energetike. Zakaj pač Evropa vedno čaka, da veliki stric iz Amerike mogoče potem pokliče? Ali smo že tam, da bo kdaj drugače? Ali so to morda sanje utopije? To ravno trdimo v Levici v tej kampanji, da kar potrebuje Evropa, kar bi morala narediti, je suverena, neodvisna zunanja politika in samostojna obrambna politika, izviti se izpod odvisnosti Združenih držav Amerike, tudi NATO, ki pogosto v svetu neti konflikte, namesto in ni prav res samo izključno obrambna organizacija, kot se proklamira. Ampak NATO je zdaj številčnejši. Je, seveda. In v glavnem Evropa bi morala se otresti svojih dvojnih meril, ampak ta dvojna merila so ravno zaradi te odvisnosti od Amerike. Poglejte, proti Ruski federaciji je sprožila 2000 sankcij, proti Izraelu, ki pa izvaja genocid, niti ene same. In čas bi bil za diplomatske sankcije Evrope proti Izraelu. To bi stisnilo Netanjahua zelo, recimo, da bi nehal z vojno. Skratka, Evropa bi morala poskrbeti za svojo socialno varnost v prvi vrsti,
za zeleno tranzicijo, ki bo pravična, za svojo samooskrbnost, kot je omenil že kolega, in predvsem za mirovniške politike. Morala bi biti, samo to, morala bi biti mirovna posrednica v svetu, ne pa to, kar je podrejenka. Gospod Grah, torej z vami nadaljujemo. Torej, na kak način bi po vašem mnenju morala EU ukrepiti to svojo avtonomijo? Da bomo imeli močno enotno Evropsko unijo na vseh področjih, tako kot je gospod Bogovič že povedal, je predvsem pomembno, da Evropska unija ima neko jasno vizijo in strategijo, v katero smer sploh hočemo priti. Zdaj moramo vedeti, da predvsem v zadnjih 3 mandatih je bila večina prav desnica in niso bili najbolj uspešni pri konkurenčnosti. Edino, kjer smo bili enotni, smo bili pri Ukrajini, pri vprašanju Ukrajine. Zato je potrebno najti skupne politike, ne samo kar se tiče varnosti, ampak predvsem tudi skupne kmetijske politike. Temeljiti moramo na tistem, kar imamo, predvsem pa se sam zavzemam za to, da bomo še več vlagali predvsem v inovacije, v tehnologijo, zato da na tem področju spet postanemo akter, ki bo to svoje znanje in svoje produkte izvažal potem po celotnem svetu. To smo že bili in verjamem, da lahko spet to dosežemo. Vendar še enkrat, zato da to postanemo, moramo imeti jasno vizijo in strategijo na vseh področjih. Gospod Frangeš, kakšna bi bila vaša strategija oziroma konkretnih koraki, bom vprašal, za Najprej ne gre samo za, avtonomijo? ne gre samo za strateško avtonomijo, gre za odprto strateško avtonomijo. Odločitev Evrope mora biti, da bo še naprej poglobljeno delovala in sodelovala s svetom. Svet, pokvarjen kot je in potrebno ga je popraviti, potrebuje močan evropski glas. Zdaj, vsako 9 evropskih poslancev se bo moral specializirati. Jaz želim delovati še naprej na področju gospodarstva. Mislim, da je to točno tisto področje, ki ga zaradi svojih izzivov potrebuje Maribor. Evropa ima na tem področju celo vrsto strateških odvisnosti. S kolego Bogovičem sva že sodelovala pri teh vprašanjih. Jaz sem imel zadnji 2 leti priložnost in čas, da sem deloval v svetu EU za konkurenčnost, kjer smo sprejemali recimo akt o brezogljičnih strateških tehnologijah, akt o kritičnih materialih, ki jih Evropa potrebuje, strateških tehnologijah za Evropo. Kolega Bogovič je sodeloval pri nekaterih izmed teh tem tudi kot poročevalec Evropskega parlamenta in skupaj smo prišli do receptov, kako naj Evropa tudi svoj zeleni prehod utemelji na doma razvitih in doma proizvedenih tehnologijah. To, verjamem, je tudi priložnost za mariborsko industrijo. Tudi izzive, ki so v tem hipu odprti. Čas je potekal, Mojca Šedin Spašek, isto vprašanje. Avtonomija EU-ja. Najprej, kar je, jaz mislim, da se mora Evropska unija vrniti v osnovi k tem svojim temeljnim ciljem, zakaj je nastala 9. maja 1950, takrat kot skupnost premoga in jekla in potem kasneje s Pariško pogodbo in naprej. Se pravi, to je bila mirovna skupnost in gospodarska skupnost. Se pravi, postati moramo nazaj geopolitični igralec. Biti moramo tisti, recimo imamo na evropskih tleh, na naši celini se odvija vojna v Ukrajini, verjetno bomo o tem še kaj govorili. Mi moramo biti tisti, Evropa mora biti tista, ki je igralka v tej zgodbi. Sicer igralka, ki ponudi, bom rekla, zeleno pogajalsko mizo, recimo v tem konkretnem primeru. Enako smo prej govorili o Palestini. Tudi pri Palestini se strinjam, je zamujen trenutek bil, da Slovenija ni 2 dni, 3 dni nazaj vstopila z 3 državami, da bi bila skupina držav evropskih večja, ki bi priznala Palestino in da bi pravzaprav malo pozabile velike države v Evropski uniji na svoje egote in da bi je to skupnost velikega števila držav, kjer moramo igrati skupaj, tako velike države kot majhne države. Skratka, prva naloga je, da je geopolitična igralka. Hvala. Gospod Kangler, enako vprašanje za vas. No, tukaj se popolnoma strinjam z gospodom Bogovičem. Pred 20-30 leti je evropsko gospodarstvo predvsem selilo svojo industrijo v Azijo, ker je bila delovna sila cenejša. Ko se je zgodil COVID in podobno, smo ga hitro ugotovili, da je skoraj pol industrije zaostalo, ker nismo imeli tako imenovanih čipov in podobno. Ko se je zgodila v Ukrajini vojna, smo ugotovili, da smo preveč vezani na Rusijo in ruski plin. Tukaj moram poudariti, da bo potrebno, da vsi v Evropi poskrbimo, da bomo neodvisni
tako od Amerike kot Rusije in drugih. Potrebno bo, glede na to, da sedež NATO je v Bruslju, poskrbeti tudi, da bomo neodvisni in sami v Evropi poskrbeli za varnost. In prej sem tudi omenil, jaz mislim, da je nujno potrebno, da se Europol okrepi in da imamo enotno varnostno-obveščevalno službo Evrope, ki bo skrbela, analizirala te podatke, da bo lahko Evropa hitro in učinkovito, predvsem pa zakonito ob takih problemih, kot je Ukrajina, Izrael in podobno, ukrepala. Hvala lepa. Repliko za gospoda Frangeža. Gospa Novak, za vas poznate, kako ti bruseljski in hodniki delujejo. Torej živimo v globalnem svetu, kjer so prisotne tudi globalne krize, ki nas vse na nek način prizadenejo. Torej svet se spreminja. Če smo v preteklosti verjeli, da smo dovolj varni, ker je Slovenija članica NATO, sedaj ugotavljamo, da za Evropo to ni dovolj, da mora tudi sama več vlagati. Saj veste, kakšna je bila debata. Ni potrebno, da damo 2% BDP, kot smo nekako se zavezali, da bomo prispevali v NATO, potem smo bili okregani in tako naprej. Zdaj imamo vojno in vemo, da je še kako potrebno, da smo na to tudi pripravljeni. Ampak tudi pandemija COVID-19 je pokazala, da mora Evropa bolj računati nase in da mora nekatere strateške stvari okrepiti, tako varovanje zunanjih meja, kot tudi večja samooskrba s prehrano, z energijo, s surovinami, vse to nam manjka. In tudi investicije z Kitajske so postale precej nevarne v Evropi, zato moramo zavarovati svoja pristanišča, svoje strateške točke, da ne postanemo popolnoma odvisni od drugih. Predvsem je pa pomembno, da bo Evropa govorila z enim jezikom in da bo čim bolj trdna. Hvala lepa. Še gospod Prebilič na to vprašanje. Torej, dejstvo je, da potrebujemo več in ne manj Evrope. Moramo poglobiti sodelovanje pod prvo točko, se pravi ne se zanašati na to, da bodo države same zmogle geopolitične izzive, samo skupaj jih bomo zmogli, vsak posebej nikakor ne. Pod prvo, drugo, potrebno bo seveda začeti vlagati v znanje, tehnologijo in razvoj. Podatki so zelo kruti, kar se tiče Evropske unije. Medtem, ko mi vlagamo približno 2% bruto družbenega proizvoda v razvoj in tehnologije, Združene države Amerike 3 in več, Kitajska 6 in več. Tukaj smo zadnji in tukaj bo treba to stvari spremeniti. Jaz sam ne bi vlagal toliko veliko v samo obrambo, ker namreč dejstvo je, da prava moč izhaja iz močnega gospodarstva. Ker pa seveda moramo postaviti gospodarstvo na svoje temelje, torej na svoje vere, svoje znanje in na svoje ljudi, ki jih imamo v tem prostoru, pa trdim, da je možno to doseči z zelenim prehodom. Zakaj? Prvič, če gremo v obnovljive vire, vemo, da jih imamo lahko doma in jih ne bomo rabili uvažati. Danes Evropa plača 1 milijardo evrov za uvoz energentov v naš prostor. Drugič, moramo imeti moderno tehnologijo, da ne bomo Afriki po domače kradli svoje vire in jih vozili v Slovenijo, v Evropo. In nazadnje sem še en misel, pomembno je, da bomo sodelovali in se otresli svetovanje Združenih držav Amerike, ker te žal so nas povlekle v vse preveč konfliktov, vse povsod po svetu. Gospod Kangler se je javil za repliko prej. Komu replicirate in zakaj? Na kratko, prosim. Danes samo imam njega tu. Zelo sem bil vesel, ko sem njega poslušal, da bi on v Evropi reševal gospodarstvo in podobno. Ampak tukaj je državni sekretar na Ministrstvu gospodarstva, še v Mariboru nismo sposobni rešiti problem Mariborske livarne. Kako bomo potem reševali gospodarstvo v Evropi? Tukaj je pravi izziv za njega in za vse nas, da rešimo tistih 360 delavcev v Mariborski livarni in da se tukaj kot državni sekretar izkaže, potem pa se še ne izkaže v Evropi. Gospod Frange, zdaj ste spet direktno izvani, izvolite. Ja, absolutno soglašam v bistvu s tem, da res je, doma se je treba najprej izkazati, preden se dokazuješ druge. Jaz se z Mariborsko livarno ukvarjam več kot s katerimkoli drugim podjetjem v teh 2 letih mandata. Danes je tukaj tudi gospod Lešnik, glavni sindikalist v tovarni. In mimogrede, jaz imam za reševanje Mariborske livarne tudi dolgo zgodovino.
Tudi v času finančne krize smo i mariborski poslanci takratni trdo lobirali in se morali boriti za to, da je dobila takratno državno poroštvo, da je preživela takrat tiste izzive, pa je imela takrat 1000 zaposlenih, ne 360 kot danes. Izziv je, da potrebujemo za to lastnika. Slovenski državni holding, kot veste, trdi, da v skladu s pravili, ki jim je zavezan, denarja v livarno več ne sme vlagati. Livarna je mimogrede v zadnjih 10 letih prejela od države za 13,4 milijona evrov različnih oblik pomoči, tudi od Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport. Jaz sem dvakrat govoril z Evropsko komisijo, imam tudi njihove dopise in prosil za izjemo, da zaradi covida, zaradi krize v avtomobilskem sektorju, zaradi dejstva, da imamo v tem hipu v Evropi proizvedenih 7 milijonov avtomobilov manj kot leta 2019, da priznajo izjemo in omogočijo, da livarni zagotovimo dodatno državno pomoč. Evropska komisija je to zaenkrat zavrnila. Ravno prejšnji teden sem v Bruslju govoril z Fabricem Comtourjev, glavnim političnim svetovalcem komisarja Bretona, o tem, da najdemo morda priložnosti za mariborsko livarno, recimo pri izdelavi nekaterih surovin, ki jih Evropa potrebuje, recimo streliva. Sam sem izrazito nenaklonjen temu, ampak eto, zato da rešimo mariborsko industrijo, je treba pogledati vse priložnosti. Hvala lepa. Gospod Bogovič se je javil prvi, pa potem gospa Sukič in gospod Grah, pa še gospa Novak. Glede delovanja Evropske ljudske stranke in pa konkurenčnosti pri gospodu Grahu, jaz mislim, da smo predvsem v zadnjem mandatu, ko so lahko tisti, ki so bolj levo od ljudske stranke o ključnih stvareh odločili, zašli pri nekaterih stvareh v preveč ideološki pristop oziroma smo pri trajnostnem razvoju upoštevali predvsem in zgolj okoljsko komponento in pozabili na ekonomsko in pa tudi na socialno. In v tem delu je bilo tudi pri marsikaterem poročilu precej polemike. Po drugi strani Evropa sama zelo težko reši globalne probleme, če imamo 7% izpustov. Smo pionirji na tem delu, zmanjšujemo, sami žal tega ne bomo mogli zgoditi. Hvala, gospod Bogovič, se bomo vrnili potem mogoče k naslednjemu krogu. Pa nekateri imajo 2 minute, če so z Maribora, drug ima pa 40 sekund, kot vidim, ali kak je zdaj to? Zašli ste v temo, Ne, nisem repliciram na to, kdo je kaj počel. Ja, jaz pa repliciram na kratko. Ljudmili Novak, ki je omenila kot češ, da je 2% BDP še premalo za oboroževanje. In to je tisti nevarni jezik militarizacije. In to je tisti jezik, ki ga govori Ursula von der Leyen, ki napoveduje dvig na 3%, ki napoveduje prehod na vojno ekonomijo in tako naprej. To ni varnost. Več orožja je več vojne, je priprava na vojno. Tisti, ki se pripravlja na vojno, bo vojno tudi imel. Varnost je socialna varnost, je okoljska varnost in tako naprej. Zato sem spraševal o strateški avtonomiji, rad bi, da se dotaknemo področja energetike, kar je gospod Bogovič omenil. Gospod Grah. Samo kratka replika gospodu Kanglerju. Sej je pravzaprav smešno, kar poslušamo zdaj v teh tednih, da evropsko kampanjo izkoriščajo v bistvu za nacionalno kampanjo in je to edino, kar tudi znajo, zato ker vseeno, kot sem že prej rekel, vodijo 15 let Evropsko unijo, pa niso naredili 20, se upravičujem. Skupaj socialisti in liberalci. Ja, ampak z veliko večino v Evropskem parlamentu. Jaz bi sam povedal, da mi smo pa marsikaj naredili v teh 2 letih, predvsem kar se tiče energetske krize. Sam spomnite se, ne samo v Sloveniji, naš premijer je tudi marsikdaj rešil tudi katere druge. Državno-zborske volitve. Gospa Novak. Dečko me je zval, ne? No, pri varnosti. Jaz vsekakor si ne želim vojne in nisem za dodatno oboroževanje, ampak to so bila pravila, ki so bila sprejeta v NATO. In jaz sem seveda za mir, žal pa miru ne moremo ohranjati tako, da se ne pripravimo na obrambo, se vidimo, kaj se dogaja na naših mejah.
In zaradi tega moramo poskrbeti za varnost in tukaj ne smemo biti odvisni samo od NATO, ki ima širše interese, ampak moramo najprej sami poskrbeti za svojo Hvala, varnost. gospa Novak. Pa Gospa Sukič, ste bili vse se direktno- zavedamo, ne, da je Ruska federacija jedrska sila in da v jedrski vojni ne bo nihče zmagal. Jaz ne vem, kaj se rabimo do zob oboroževati in še več, če bomo s tem priterali do neposrednega konflikta z Rusko federacijo, kar pomeni lahko absolutno katastrofo za Gospod vse. To Prebilič. nikamor ne pelje. Vi ste obramboslovec. Ja, sej, je prav simpatično Nataša poslušati, skoraj ne rabim govoriti, da se malo hecam. Kar se tiče obramboslovja, dejstvo je, ne, dejansko. To je to povezovanje, Seveda, da, seveda. Ne, gre za to dejansko, da gre za nesorazmerje v strateških moči in se strinjam z njo. Ampak ena stvar, ko govorimo o vojaški ekonomiji, to moramo povedati. Danes imamo 3 države v Evropski uniji, ki so sposobne proizvajati večino tega orožja, ki ga bodo vsi plačali v naših državah 27. Ne? 3 države. Nemčija, Francija pa Italija. To pomeni, da bomo Slovenci plačevali gospodarski razvoj drugih držav znotraj Evropske unije, od katerega nihče nič ne bo imel, ker bomo delali bombe. Torej, tukaj moramo res ustaviti te stvari. In druga stvar, sem še en stavek, ko je bilo tukaj povedano, kar se tiče bogatih in revnih. Ne? Žal je Evropska ljudska stranka zamudila fantastično priložnost na glasovanje v Evropskem parlamentu. Vprašani ste bili, ali bomo omejili oziroma malenkost več obdavčili multimilionarje in milijarderje v Evropi. Proti so bili. To je bila zamujena priložnost in iz tega naslova bi se lahko marsikaj financiral Evropske unije, pa se ne bo. Gospod Frangeš, vi ste se prijavili, pa potem gospod Kangler. Gospod Frangeš, Hoteli ste o energetiki, drži? a želite replicirati na vojsko? Jaz bi samo dodala, Potem bi pa rešil Jaz bi se energetiki. premaknil jaz res verjamem, če seješ Se pravi, ne boste konflikte, govorili o žanješ vojni, vojno, Mojca rad bi Šetinc govoril o Pašek, miru in nič o razvoju vojni. Ne, in o jaz bi tem, samo kako dodala- strateške odvisnosti v Evropi zadovoljiti na drugačen način. Evropa mora biti zgled. Evropa je vedno napredovala, ko je bila zgled. In jaz mislim, da je potrebno obnoviti Evropo kot obljubo, tudi za druge dele sveta, zato da bo lahko Evropa spet vodila za zgledom. In tudi tukaj imamo priložnosti Gospa v tej Mojca regiji. Šetinc in potem še Jaz bi- gospod jaz bi- Kangler in zaključimo z vojno Ja. in gremo na drug No, jaz bi samo nivo strateške avtonomije. Ja, no, jaz bi samo replicirala, pa dodala nekaj. Mlademu kolegu bi replicirala glede te naše volilne kampanje za evropske volitve. Vaša stranka, vaš predsednik vlade je to volilno kampanjo vodil ekskluzivno in jo še vedno vodi in jo vodite ekskluzivno z domači političnimi temami. Recimo prejšnji teden ste prišli z nekim paketom davčne reforme, ki so daleč od tega, kar bi bila davčna reforma v pravem pomenu besede, ampak so neki make-up, kozmetični Ampak to bi popravki. jaz počakal na državno Hočem povedati, zborsko ne, volitve, gospa Mojca Šetinc. Gospod Kangler, ne, izvolite. če smem tukaj zaključiti, da bi dodala to, kar je povedal gospod Prebelič, pa je res. V Evropi je nastala zdaj pobuda za neko splošno pravično obdavčitev ljudi. K temu so nekatere stranke v Sloveniji pristopile, jaz se s to pobudo strinjam, ampak Gibanje Svoboda pa k temu ni pristopila, pa bi lahko. Gospod Kangler, No, tu se z Mojco strinjam, mladeničev iz Svobode bi rad odprl oči, ker očitno slabo vidijo v svoji stranki. no, to je pa že žalitev, gospod Ne, Kangler. ni smisel kot žalitev, ampak če on reče, da Gospod ima No, to je očala, to tako kot podcenjevanje. on se opravičujem, če tako To je to razumel. podcenjevanje in pa Ne, a mi dovolite, da predvsem zaključim? mladi. Ampak bodite vljudni. Glejte, prosim, on je na rekel, kratko. da njihov predsednik in Svoboda ne zloraba notranjih političnih razmer za evropsko kampanjo. Vse stranke so se zmenile, vse parlamentarne, da bo referendum o jedrski elektrarni v jeseni. Čez noč pa ta ista Svoboda pripelje ob evropskih volitvah 3 referendume. Hvala, gospod Kdo Kangler. ima zdaj tu prav, Zdaj ste mi on dali pa ali mi? odlično izhodišče za moj naslednji krog področja strateške avtonomije in to je energetika in zdaj bomo dali besedo gospodu Bogoviču prvemu, morda tudi ne naključno, ampak dobro se je izteklo, sedaj namreč prihaja iz Krškega. Zanima me, na kak način si predstavljate našo slovensko strateško avtonomijo na področju energetike, konkretno ali ste za gradnjo drugega bloka nuklearke in pa na kak način naj Evropa zagotovi svojo strateško avtonomijo na področju energetike. Videli smo, kaj se je zgodilo z ruskim plinom. Sedaj je vlada podpisala pogodbo z Alžirijo, se pravi, išče neke alternativne vire, ampak vsa Evropa je tukaj na veliki preizkušnji.
Torej, na kak način energetika in strateška avtonomija, pa gremo okrog. Evropa danes uvozi polovico energije, tudi Slovenija nekaj malce manj. Prehod v zeleno družbo pomeni elektrifikacijo, rabili bomo skoraj dvakrat več električne energije, kot je imamo danes, ob 30% zmanjšanju porabe energije. Električna energija bo povečanja. Pri električni energiji že vsa leta, odkar sodelujem v teh postopkih, podpiram princip in, se pravi tako sonce, veter, voda in jedrsko energijo kot nizkoogljično energijo. Sam sem bil tudi pripravljalec poročila o jedrski energiji, po 15 letih je zopet to poročilo na mojo pobudo prišlo v Evropski parlament, dobilo dvotretjinsko večino. Ali tu vidite tudi drugi blok nuklearke? Govorim o tem, tu vidim drugi blok nuklearke v Sloveniji, možnost je tudi za razvijajoče se male modularne reaktorje, ki bi pokrili tudi manjše lokacije, kjer je industrija in pa tudi daljinsko ogrevanje, kar pri soncu in vetru ni. In še na kratko, kaj pa evropska? Podobno v Evropski uniji, veliko je možnosti še na področju obnovljivih virov, tudi biomasa, da jo ne pozabimo, tudi mi smo gozdnata dežela, zato je prostor tudi za lesno biomaso, kar so na primer zeleni, čemu so zeleni nasprotovali v Evropski uniji, še enkrat in princip, povezovanje energetskih sistemov, da si pomagamo en z drugim, vendar pa zavedati se, da bo potrebno da bo morali oditi fosilna goriva, najprej premog, v nekem prehodnem obdobju tudi plin in da bomo rabili stabilen vir in zagotovo se jedrska energija tako v Evropi kot širom po svetu kaže kot eden teh stabilnih virov. Pa gremo zdaj čisto na drugo stran, gospa Novak, dajmo vam zdaj besedo. Ja. Menim, da potrebujemo različne vire energije, včasih smo rekli dobra energetska mešanica. Stališče Nove Slovenije je, da podpiramo izgradnjo drugega bloka nuklearne. Tukaj bom pa rekla, da moje osebno stališče pa je, da nisem navdušena nad atomsko energijo in ob tem sva se pogosto pogovarjali z gospodom Bogovičem, sem sicer podprla njegovo poročilo o izgradnji manjših reaktorjev, če bodo varni, sicer pa se bojim nekoliko oziroma se zelo bojim za varnost Slovenije, če gre kaj narobe. Tako da seveda smo pa malo delikatni, ne? Vse bi imeli, ampak nič ne bi tvegali, vse naj bo drugod, od vetrnih elektrarn do elektrarn na rekah. Predvsem pa menim, da bomo morali zmanjšati uporabo energije, da bomo morali biti malo bolj skromni, povečati energetsko obnovo stavb in še nove tehnologije, da bomo porabili čim manj energije. Samo še to, na kratko, evropska odvisnost od energentov iz Rusije. Kaj pa menite o evropski avtonomiji na področju energetike? Še vaš minister Vrtovec je začel pogovore o Alžiriji, kar je premier Golob oziroma Geoplin sedaj podpisal. Skratka, to je ena od poti. Ja, tukaj je Evropa bila veliki zagati, ker je bila energetsko preveč odvisna in zato je prav, da smo se usmerili drugam, kar smo ugotavljali. Rusija napada Ukrajino, mi pa iz dneva v dan dajemo milijarde evrov za različne energente. Zato je prav, da smo se usmerili drugam. Gospod Grah, dajmo zdaj vam najprej besedo na področju. Mislim, da si sam zaslužim en kratek komentar. Ravno zaradi takega odnosa in pa odločitev določenih starejših generacij politikov je dokaz, zakaj mladi rabimo svoje predstavnike, sploh pa tiste, ki si upamo prevzeti določeno odgovornost, da te odločitve, ki so nas pripeljale do tam, da se danes pogovarjamo predvsem o podnebnih spremembah in pa o tem, v kakšnem svetu bodo na koncu naši otroci tudi živeli. Kar se pa tiče energetike, ravno tu imamo v Sloveniji velik potencial. Tudi sam podpiram jedrsko energijo, vendar tudi zelo idealistično opozarjam. Tudi če danes začnemo graditi jedrsko elektrarno, torej drugi blok, ga bomo imeli v zelo optimističnih pogledih, recimo temu za 25 let. Mi pa rabimo rešitve danes, torej že danes rabimo nekaj, kar če pridemo spet, upam, da ne, v energetsko krizo, da se spet ne bomo tresli, kot smo se tresli. V Sloveniji, sam prihajam iz Pomurja, imamo velik potencial ravno v geotermalni energiji.
Imamo potencijale v vetrni energiji, imamo potencijale v sončni energiji. Ravno danes sem obiskal nekaj od teh lušt, Ocean Orchids, kot primeri kmetovanja. Torej, če bomo izkoristili te potencijale, lahko ravno na tem, na energeti postanemo samozadostni in s tem rešimo en velik del problema, če pridemo do naslednje energetske krize. Hvala lepa, gospod Frankič. Jaz absolutno stavim na obnovljive vire energije z zaslombo v jedrski energiji, ker je dejstvo, da obnovljivih virov energije vedno ni na voljo. Še bolj kot na jedrsko energijo konvencionalnega tipa bi stavil na male modularne reaktorje, na nadaljne raziskovanje in uporabo torija kot prav tako nuklearnega elementa, ki sprošča lahko veliko energije, pri tem pa se dogaja verižna reakcija na bistveno bolj varen način, tudi na plug-in in plug-off. Ključno pa je zagotoviti tudi baterije. Jedrsko energijo smo uspeli spraviti v strateške akte Evropske unije, pa tudi baterije. O baterijah pa ne govorimo samo takih, ki jih potrebujemo za aparate in vozila, govorimo tudi o naravnih rezervatih energije, denimo črpalni hidroelektrarni Kozjak, projektu, ki je bil žal 14 let nazaj zgrešeno ustavljen z argumentom, da nizke cene energije ne dovoljujejo njegove izgradnje. Če bi danes imeli Kozjak zgrajen, bi v Dravski dolini sami proizvajali dovolj energije za svoje potrebe v času in hkrati imeli velikansko baterijo energije za to, da bi jo prodali takrat, ko je energija tudi najcenejša. Kaj pravijo zeleni Slovenije na to vprašanje? Najdražja. Zdaj najprej, kar se Slovenije tiče, jaz mislim, da bo Slovenija, jaz nisem zeleni Slovenija, jaz sodelujem na tej listi in sem še vedno samostojna, tako da sem socialno-liberalno, ja, tako, no, ok. Skratka, kar se pa tiče Slovenije, bi pa rekla tako, Slovenija bo morala biti do leta 2040 nekje, ko bo ta drugi blok jedrske elektrarne očitno izgrajen, vendarle energetsko samooskrbna. Jaz sama sicer nisem neka velika pristašica jedrske energije, nisem pa tudi velika nasprotnica. Me pa moti način, kako se je tukaj v zvezi s to drugim blokom jedrske elektrarne v Sloveniji oblikovala, bom rekla, neke vrste svojevrstna koalicija, finančna ali pa poslovna koalicija za naprej, za gradnjo tega drugega bloka jedrske elektrarne, kjer meni osebno nič ni vnaprej jasno. Imamo sugestivno vprašanje, s katerim se bomo soočali novembra, kjer bomo lahko odgovorili samo da na tisto vprašanje, ali želimo biti oskrbni energetsko, ali kako je že tisto vprašanje, lahko odgovorimo samo da. In nič ne vemo, kaj bo z jedrskimi odpadki, prav tako pa ne vemo, kaj bo s financiranjem tega drugega bloka. Če so podatki točni, 16 milijard evrov to predstavlja vlada in GEN-I in ta lobby, ki od zadaj stoji, da naj bi to stalo. Po tistem, kar sem jaz gledala pri zgodbi TEŠ 6, se je takrat podvojilo in lahko računamo, da bo ta drugi jedrski blok stal najmanj 32, celo če ne 40 milijard evrov. To pa vsi moramo vedeti, kaj to pomeni za prihodnje generacije. Gospa Sukič si bo zdaj verjetno dala duška pri tej temi. Evo, da se ga bom dala. Okrog tega se je dejansko ustvarila nenačelna koalicija, bom jaz rekla, edino Levica je bila proti referendumu. Zakaj? Mi smo za referendum, ampak takrat, ko bomo imeli jasne parametre, o čem se mi odločamo, koliko bo to stalo, koliko bo stala elektrika, ki jo bomo pridobivali iz te jedrske elektrarne in tako naprej. Teh parametrov mi nimamo, mi imamo samo pavšalno vprašanje, ali smo za jedrsko energijo. Kar se nas tiče, imamo v stranki deljeno mnenje, to moram odkrito povedati, nekateri so proti, nekateri smo tudi za. Jaz sem za, zaradi tega, ker menim, da poleg obnovljivih virov energije, pač jedrska energija ta trenutek vendarle čista in energija in tudi menim, da hidroenergije, mi nimamo več hidropotencijala na voljo dovolj, kajti reke Mure ne smemo onečastiti z hidroelektrarno in uničiti biosfere tam. Tako da zato nimamo mi toliko tega potencijala in bomo rabili, imamo pa v Krškem že prvi blok, torej
nič kaj bolj nevarno ne bo, če bomo imeli še drugega. Ampak nekje ob pa jasnih energijo tudi parametrih. moramo dobiti. Ne? Ja, seveda moramo, vse to sem ravno kar rekla. Kar se Evrope tiče isto, obnovljivi viri energije, ker gre za strateško infrastrukturo, mora biti financirana z javnimi sredstvi, to tudi vztrajamo, ne z nekimi mešanimi zadevami, kjer se potem začne kupčkati z dobrinami, ki so primarnega značaja in so osnovne dobrine za ljudi. Gospod Prebelič, Torej, treba najprej en mit razbiti, ki ga vsi ponavljamo tukaj. Veste, Slovenija energetsko samozadostna. Zato, ker smo po Evropski uniji, veste, kaj meni znamo zadostnost. Da vse žičce prerežemo, ko grejo na Hrvaško, Avstrijo, pa Madžarsko, pa Italijo. Pa bomo samozadostni. Za božjo voljo. Mi smo vstopili v Evropsko unijo, da si bomo med sebojno pomagali. In danes, če greste pogledati, imate kar nekaj držav, ki proizvajajo viške te energije. Torej, mi si moramo na obnovljivih virih med sebojno pomagati. To je pravi odgovor, ne pa graditi vsak svojo nuklearno elektrarno. A, B. kako pa? Kot sem rekel, viški obstajajo, tržiti jih je treba in kar jaz vse čas vztrajam in je treba odpreti. Danes, ko pride v Evropski parlament, mi rabimo energetsko unijo in kapico na obnovljive vire medsebojnega zaračunavanja. Mi se ne smemo drugmu nagajati, ampak drugmu pomagati. A, B, obnovljivi viri, 300 približno megavatov je še na Savi, nekje 300 megavatov je na Savi, potem imamo še nekje okrog 500 megavatov sončnih in drugih obnovljivih virih, kar pomeni, da lahko nadomestimo marsikaj. In najpomembnejše, mi smo nuklearna država, bomo verjetno še 20 let sigurno, ker nekaj ena ima to uporabno dovoljenje, bi pa opozoril na to, kar je bilo že večkrat povedano. A, ne vemo, koliko bo ta projekt stal, B, ne vemo, koliko bo elektrika stala iz tega projekta in C, kdo ga bo plačal. Samo en stavek, če smem se upravičujem, ampak vendar ta pomemben. V Franciji so začeli graditi nuklearno elektrarno 2007 s 3 milijardami. Danes jim imajo, plača so 25 milijard. Dajmo se o teh stvareh Gospod pogovarjati. Bogovič se je prvi javil, potem pa gospod Frangeš. Na repliko. A ja, pardon, se opravičujem, gospod Kangler, vi še niste bili pri tej temi, izvolite. Torej, zanima me vaše stališče do... Slučajno ste me spregledal. Absolutno. Samo kratek. Vem, da imamo čala, gospod Kangler. Ja. Tudi če jih ne bi imel, Izvolite. čist v redu, ampak brez zamere. Jaz mislim, da je Evropi malo odletelo z zelenim prehodom na ta način, kot so vsi zeleni Nemčije pa socialisti v Nemčiji predstavili. Poglejte, Nemci so zaprli vse jedrske elektrarne. Francozi temu niso sledili, Francozi so jih držali. Danes Nemci razmišljajo, da odprejo te jedrske elektrarne in ponovno z jedrskih elektrarn pridobivajo energijo, ki je potrebna za Nemčijo in tudi Evropo. In mi podpiramo drugi blok. Jaz upam, da bo vladi in vsem, ki bodo kakorkoli vključeni v ta predvolilni referendumski čas, da bomo tudi lokalno okolje, ki je občutljivo, ni lahko tistim ljudem, ki živijo ob Krškem, ob jedrskem reaktorju, tudi prepričali, da bodo ta drugi blok, vkolikor bo referendum uspel, sprijeli. Pa mogoče še avtonomija na evropski ravni. Ja, To sem želel tudi slišati. Ne. Avtonomija na Odvisnost evropski od, ravni je zelo ruskega pomembna. plina in druge stvari. Je zelo pomembna, zato je prav, da Evropa pelje to strategijo. Slovenija ne more rešiti Evrope, Evropa pa lahko Slovenijo reši. Kakšna pa naj bo? Tukaj se ne strinjam z prvim govorcem, gospodom Predaličem, ko je dejal medsebojno pomoč. Ja, ampak ni pa dejal, pod kakšnimi pogoji medsebojna pomoč in kakšna bo tista Govoril je cena. o kapici. Ne? In to je pomembno. Pustimo, gospod Glejte, Franc. danes imamo dravske elektrane, ki proizvajajo po 23 ali pa 25 evrov. Ne? Nazaj pa mi kupujemo, oziroma do 1.7. podjetje, recimo v Mariboru, po 190 pa 150. No, zdaj Vmes pa je samo državno replike. podjetje. Replike, ker ste se že prej množično javljali. Prvi je bil gospod Bogovič, pa potem gospod Frangeš. Ejte, med nami je tudi to gospod Sovič, ki bi lahko o energetiki veliko povedal in to, da v Sloveniji danes uživamo sadove, ki so bili energetike, ki je bila zgrajena v 70-ih letih. In da se energetika ne gradi od danes na jutri, zato tisti, ki so v preteklosti govorili, da bo, ne vem, jedrske elektrarne razgnali, drugič, da ne bo rešitve za jedrske odpadke, danes pa, da bodo prepozno enostavno venomeru onemogočajo te procese.
Po drugi strani se onemogoča tudi umeščanje vetrnih elektrarn, ko se gradi hidroelektrarna Mokrice, smo v Posavju dali prostor in tudi strokovno utemeljeno in so vedno proti temu. Tako da jaz sem trdno prepričan in tudi model obnovljivih virov se je v Nemčiji pokazal kot neizvedljiv. Bil je izvedljiv, dokler so imeli ruski plin, zdaj je to energija za 400 grami CO2 na kilovatno uro, za razliko od 40 francoskih ali pa 30 finskih, kjer imajo kombinacijo vetra, biomase, jedrske energije. Tudi nove elektrarne na Poljskem so v tem času, ko mi mencamo, so že Poljaki se odločili za 6 jedrskih elektrarn in tudi cene so že znane. Če imam repliko na 4, je to 4x pol minute? Verjetno ne. Ok, najprej, Franc, dragi moj, odločitev o zaprtju nemških jedrskih elektrarn je sprejela vlada Angele Merkel, CDU, Evropska ljudska stranka, ista stranka, ki že 20 let vodi Evropsko komisijo. Joška Fischer in Gerhard Schröder. Po Fukushimi Angela Merkel. Drugič, nenačelno, kdaj referendum o jedrski energiji? Glejte, jaz sem socialdemokrat in 2-krat sem glasoval proti izgradnji T6. V svoji stranki sem kljub temu lahko napredoval, ker cenimo različnost in da misli res vsak svojo glavo. Ampak, kaj je bil takrat argument? Politika izvršenih dejstev, projekt je bil predaleč, v njega, v njegovo dokumentacijo, v pogodbe smo vložili preveč. Nočemo, da se to zgodi enako za jedrsko elektrarno. To, o čemer mora Slovenija najprej odločiti na referendumu, je načelno vprašanje, ali si predstavljamo izrabo jedrske energije v tej državi v prihodnosti. Potem je treba pripraviti projekte, izračune, ekonomiko in pripeljati takrat tudi, če bo potreba, odločitev pred ljudi. Zdaj je potrebno odgovoriti na načelni del vprašanja. Najpomembnejša elektrarna, ki jo pa moramo zgraditi, pa je tista, ki jo lahko ustvarimo z prihranki, z tem, da povečamo energetsko učinkovitost in tu je še v Evropi veliko prostora. In četrtič, Pa Sukič. No, kolega Frangež, ta pa močna, ne? Zdaj bom tole rekla, ne rabimo mi referenduma za to, da bo ljudstvo načelno odgovorilo, ker tako že vemo, da bo odgovorilo, da je za jedrsko energijo. Mislim, to tudi ankete kažejo. Zdaj pa dovolj teh referendumov za brezveze. Referendum mora imeti jasne parametre, da vemo, o čem se odločamo, da ne pridemo do novega TEŠ-6. Pa še gospodu Bogoviču, umeščanje vetrnih elektran v prostor. Jaz sem bila priča na seji odbora, ko so hoteli umeščati nasilno na Pohorju, devastirati. Pohorje je tukaj nad Slovensko Bistrico gor, katastrofa. To se ne sme dogajati. Jaz sem zelo na kratko glede tega referenduma, ki ga predlaga vlada za novembra. Vprašanje je tako sugestivno, da je v bistvu do ljudi nepošteno. In dva resna človeka, en se piše dr. Miroslav Gregorič, ki je eden naših največjih strokovnjakov za jedrsko varnost, je jasno povedal, zakaj je treba biti proti takšni obliki referenduma, ker se sklicujete na neko resolucijo, kjer govorite o neki varni rabi jedrske energije, predvsem o jedrskih odpadkih, de facto pa ne veste, kaj in kako bo z njimi, ker že zdaj ne veste, kaj in kako je z jedrskimi odpadki, ker se ne znamo zmeniti s Hrvati. Druga zadeva, mislim, tukaj se pravzaprav s tem vprašanjem, ki ga dajete, se pa pravzaprav smešite pred ljudmi, ker je do ljudi nepošteno, ker niso dovolj ne bodo dovolj informirani o takem sugestibilnem referendumu in s takšnem vprašanjem. Mogoče eno stvar moramo pojasniti. To vprašanje je zavajajoče. Zakaj? Zaradi tega, ker nobeden v Sloveniji ni proti temu, da ena dela naprej. To danes vemo, delala bo 20 let in direktor nekaj je povedal, da lahko podaljšamo za 20 let. Torej 40 let bomo mi še vedno nuklearna država. To ne rabimo ljudi spraševati, to je dejstvo. Ne? Mi se moramo zdaj vprašati raje, na kakšen način bomo nadomeščali T6. In veste, kaj je mene strah? Zdaj bom pa zelo iskren. Poglejte, ko smo T6 zgradili, smo nekaj T6 bo delal, 40 let. Zapiramo ga 2032, čez 8 let bomo zaprli TEŠ, imeli bomo najdražji spomenik v Republiki Sloveniji, ki bo zaprt. Če se to zgodi z nuklearko, mi se potopimo vsi kot narod. In to se ne sme zgoditi. Definitivno je danes več kot 20 držav, ki se je odločili in vidijo v tem tudi razogljičenje.
Tudi mladi podpirajo ta projekt zaradi tega. Številke so znane, dragi moji, vi bi imeli elektriko bistveno dražji, če ne bo dravskih elektrarn, pa nuklearne elektrarne. Gospodinstvo je imelo konkurenčno ceno. Če želimo imeti industrijo v Sloveniji, žal ne bomo mogli s soncem in pa baterijami tega rešiti. In v tem delu jaz mislim, da je neka odgovornost od politike, dragi moji poslanci, jaz mislim, da se boste morali razpustiti, če boste za vsako se vprašali na referendumu, zaupajte pa stroki, zaupajte pa daj tudi stroki. Gospod Frangeš, Samo kratek komentar. Mislim, to je popolno zavajanje. Ker zakaj ne gremo na referendum 9. junija? Ravno zato bo novembra, ker bodo prvi izračuni in ker bodo prve statistike. Takrat lahko gremo in ravno zato, kar je gospod Frangeš rekel, da se te 6 ne ponovi. Zato je referendum šele novembra. Gospod Frangeš. Ja, in nihče ne pravi, da Govorimo o datumu. pozitivni Govorimo o izračunih, ki bodo pripravljeni in takrat bo referendum. da pozitivni izid referenduma pomeni tudi dokončno zeleno luč za projekt. Nihče tega ne pravi. Ta projekt se mora natančno planirati, izdelati vse ekonomske študije, pa ni res. Oprostite, jaz sem slučajno član vladne delovne skupine na to temo in je predvidena jasna časovnica, kdaj pride katera odločitev. Ključno pa mogoče vendarle. Sam stavek mogoče. Dejstvo je naslednje, ko se vse čas pogovarjamo, da bo nek rešil naše energetsko vprašanje. Pazite, čez 25 let gospod Grah bo v penziji, ko se bo elektrarna priključila na omrežje. Mi pa se pogovarjamo o včerajšnjem dnevu, razumete? O tem govorim. Obnovljivi viri so pa na razpolago zdaj, ta trenutek. Gospod Tega se Grah. bomo o tem pogovarjali. Dvigno roko, ampak strinjam se. Ravno obnovljivi viri danes. Kombinacija vseh virov. No, ko se je glasovalo, Razen naše Amazonke, prosim lepo, Mure. ko se je glasovalo o Kar sem Tešu, tudi jaz rekel. ko se je glasovalo o Tešu, je bila tudi Nova Slovenija proti. Predvsem pa nas skrbi tudi v prihodnosti, ali bo ta gradnja transparentna in ljudje se dejansko lahko odločajo na podlagi izračunov. Jaz sem slišala različne stvari in zato ni tako enoznačno, da je ta naložba pametna. Če pomislimo, koliko je letni proračun države, ne vem trenutno, koliko je okrog 15 milijard, 14 milijard, si predstavljamo, koliko bo to stalo, večletnih proračunov. In če pri tem vsak svojo pipico tudi nastavi, ne, in se pri Tešu pač ugotavljamo, katere stranke so bile zraven, potem nas to lahko pa zelo skrbi. Mislim, da bo še veliko priložnosti za debato o drugem. Uroš Rotnik je bil mimogrede kandidat Slovenske ljudske stranke, na katero ste mislili. Tako da bi jaz se premaknil zdaj na Ne, naslednji ste še krog. meni obljubil. Izvolite. Ja, glejte, sem to rekla, 5 milijonov evrov stane en referendum. To je en dom za starejše občane, ki ga lahko zgradimo. In zdaj bomo mi spraševali neka vprašanja, za katera vemo, kakšen bo odgovor že vnaprej, za brez veze, pol pa rekli, da to niti ni obvezujoče. Izvolite, gospod Kangler. Se odpoveduje. V redu, ura je že kar daleč, zato bi na kratko vas prosil za odgovor na vprašanje glede vodenja Evropske komisije. Ursula von der Leyen, veliko smo že slišali danes o njej. Zanima me, ali je ona, po vašem mnenju, tisti človek, ki lahko, zaupanja vreden človek, ki lahko to zgodbo pelje naprej. In pa drugo vprašanje, ali ste za to, da Tomaž Vesel postane evropski komisar iz Slovenije, kajti Gibanje Svoboda se je odločilo, oziroma premier Golob, da že vnaprej, pravzaprav še pred rezultatom evropskih volitev razglasi svojega kandidata. Gospod Kangler, izvolite. Hvala lepa. Jaz mislim, da je predsednica padla na izpitu, predvsem na področju, kjer smo danes govorili, pa še eno področje zraven, področje migracij ali pa nelegalnih migracij v Evropi. Čeprav je Evropska ljudska stranka podprla v Bukarešti na zadnjem kongresu. SDS je pa ni podprl. SDS je pa ni podprl, tako je. Tomaž Vesel? Tomaž Vesel prihaja iz Slovenije, bivši predsednik Računskega sodišča. Če bo prišel na poslansko skupino, pa se predstavil in dosegel konsens, bi ga tudi znali podpreti, v nasprotnem primeru pa mora dobiti večino v Evropskem parlamentu kot kandidat za komisarja. V
Vprašanje je tudi, ali bo edini kandidat. Če bo komisija oziroma zahtevali, da se 2-3 kandidati pošle, potem verjetno bo razprava v Evropskem parlamentu. Res pa je, tam pa ima Evropska ljudska stranka in sem prepričan, da bo imela veliko večino, da bo odločalo o tem, kdo bo komisar. Želel pa bi si, in to verjetno se vsi z mano strinjajo, da bi se o slovenskem kandidatu dosegel en veliki konsens. Namreč, ko je enkrat potrjen, ga ne moreš več zamenjati, tudi če je slab. Gospa Novak, Ursula von der Leyen in Tomaž Vesel. Ursula von der Leyen je dobra predsednica Evropske komisije in to ji priznavajo tudi številni predsedniki vlad ali držav. Povezala je Evropo v najbolj kriznih situacijah, kot je bil COVID in tudi reakcija o Ukrajini in premagovanje energetske krize. Seveda, Evropska unija ni idealna, vse odločitve niso bile prave, ni jih pa ona predlagala, ampak v parlamentu nekatere stranke so stopnjevale določene pogoje. Kar se pa tiče imenovanja našega kandidata za komisarja, v Sloveniji imamo vsakič ta problem, ko se ena stranka takoj svojega kandidata forsira, tudi tokrat je bilo tako, in zato je Nova Slovenija predlagala zakon, po katerem bi morala vlada pridobiti soglasje večine izvoljenih evropskih poslancev, kajti evropski poslanci potem tudi imajo hearing s kandidati in tako bi imel ta kandidat tudi večjo kredibilnost in bi ga lažje podprli. Konkretno, Tomaž Vesel, ga bi vi podprli, SDS se je pripravljen pogovarjati. Glejte, nimamo nič proti Tomažu Veselu, je mnoge funkcije upravljal, je lahko zelo dober kandidat, ampak govorimo o načinu imenovanja kandidata, ki pa je v Sloveniji tako zelo na trhlih nogah in smo že imeli zavrnjeno kandidatko. Gospa Mojca Šetinc vpraša. Jaz bi se v bistvu tukaj priključila, kar se tiče Tomaža Vesela, tudi sama osebno ali pa tudi pri nas, naša ekipa nima proti njemu osebno ničesar, je pa vprašanje načina, kako se evropski kandidat v Sloveniji, za komisarja v Sloveniji izbira. Tukaj na eni strani je ta ideja ali pa ta predlog Nove Slovenije kar dober. Mi smo razmišljali celo, da bi morda začeli razmišljati o neposrednih volitvah evropskega komisarja, ker je v Sloveniji to zelo popularno, ampak seveda to je takšna neka ad hoc ideja, ker bi pač mora biti voljen vendarle posredno imenovan strani, na nek način strani vlade, ne. Kar se tiče Ursule von der Leyen, jaz ne vem, kakšen bo izid teh evropskih volitev, jaz bi počakala do takrat. Sama osebno si želim, da bi Evropsko komisijo vodil človek, ki prihaja iz teh proevropskih strank, sem sicer tudi sodi Evropska ljudska stranka, predvsem pa si želim, da bi prihajal ta šef Evropske komisije ali iz socialistov, ali iz leve opcije, ali iz zelenih, ker mislim, da je priložnost po 20 letih, da pride spet nekdo iz te levo-sredinske opcije. Gospod Frangeš. Najprej, moja stranka je sicer izrazila neko načelno podporo gospodu Veselu, jaz vseeno moram priznati, da sem malo skeptičen. Mislim, da bi Slovenija imela bistveno večje možnosti, če bi imela top politično izkušenega kandidata in kandidatko. Mislim, da bo zelo pomembno, da sta to tako moški kot ženska kandidatka, ker Evropska komisija bo mora biti tudi uravnotežena po spolu. Drugič, ključno je, da ljudje povemo svoje 9. junija. Jaz verjamem, da Evropska komisija mora odražati rezultate volitev. Tretjič, bojim se vzpona skrajne desnice, ki mu zmerna desnica, začenši z Slovensko demokratsko stranko v Sloveniji in Uršulo von der Leyen v Evropi, legitimira in odpira vrata za njen pohod s tem, da izraža sprejemljivo za njeno sodelovanje. Jaz si Evrope za skrajno desnico ne želim, se je bojim in nočem ponavljati zgodovine, iz katere bi se morali veliko naučiti. Gospod Grah. Tudi mene idealizem ni zapustil in me še dolgo verjetno ne bo, zato bi si predvsem želel, da je evropski komisar ali komisarka z leve sredine. Kar se pa tiče Ursule von der Leyen, je moje osebno mnenje čisto preprosto. Če se bo sedla za mizo s skrajno desnico, jaz ne bom za njo glasoval nikoli. Kar se tiče Tomaža Vesela, je izvrsten kandidat in mislim, da lahko najdemo to široko podporo, predvsem pa lahko pokriva marsikatero področje, predvsem od tega, kar sem ga spoznal, me je prepričal.
Hvala. Gospa Sukič. Ursula von der Leyen absolutno ne. Sem že prej povedala, napoveduje militarizacijo, prehod na vojno ekonomijo, pooseblja dvojne standarde Evrope, ene za Ukrajino, druge za Izrael, kjer podpira celo Izrael, ki izvaja genocid. Tako da Ampak ko je ona bila izvoljena na kongresu, je dejala, naša miroljubna in združena Evropa je pred izzivi, kot še nikoli doslej. Te predstavljajo populisti, nacionalisti in demagogi. Naj gre za skrajno desnico ali skrajno levico, to so njene besede. Ja, super besede. Koliko jaz vem, se tudi ne bi otepala povezovanja s skrajno desnico, tako da to je še en dodatni razlog več, da je absolutno neprimerna in tudi jaz pričakujem nekoga bolj zmernega, najrajše bi videla iz Združene Evropske levice, enkrat za spremembo. Kar se tiče gospoda Vesela, v koaliciji potekajo pogovori o tem. Mi proti Veselu sicer nimamo nobene pripombe, vendar ni še rečeno, da bo to gospod Vesel in tudi strinjam se, da morata biti kandidat in kandidatka, da rabimo uravnoteženost spolov in ne moramo kar naprej prejudicirati, da je to pač vedno samo moški in zmeraj moški. Tako da potekajo pogovori in tukaj bom postavila piko. Hvala. Gospod Bogovič. Jaz sem eden redkih iz VPP-jev, ki sem pred kongresom povedal, da ne bom podprl Ursula von der Leyen kot kandidatke. Na politika, kot je kmetijstvo, okolje, konkurenčnost, me ni prepričala. Res je, da je imela tudi v komisiji samo 5 kolegov iz Evropske ljudske stranke, ostali so bili 2019 delegirani iz tega levega pola in je potem imela kar precej težav, če samo omenim gospoda Timmermansa, vendar pa predsednik komisije mora znati komisijo voditi, mislim, da je ni pravilno vodila in verjamem, da bomo imeli zdaj, ko je tudi možnost, da pride več komisarjev, kajti danes je 3-krat več skoraj predsednikov vlad, ki so Evropske ljudske stranke, da bo komisija bolj uravnotežena in desnosredinska. Ne plašiti skrajno desnico, Evropska ljudska stranka ima zelo jasno stališče. Je proevropska, vsakdo, ki je euroskeptik, vsakdo, ki prisega na nacionalizem, pa tudi tisti, ki se prijateljuje z Rusijo, pač mi z njimi ne bomo sodelovali. Kar se tiče gospoda Vesela, jaz mislim, da je predsednik Golob še eno v nizu kadrovskih napak naredil, da je zdaj sploh to ime dal ven, ni nobene potrebe, mislim, da bi bilo prav, da se prej pogovorimo o volitvah, da vidimo sestav in da potem poišče tudi človeka, ki bo dobil pomembno področje znotraj Evropske komisije. Mislim, da doslej izkušnje, vsaj tako kažejo, da tisti, ki je bil prvi predlagan na koncu, ni bil izbran, zato se ne želimo predelovati okrog njega, nimam pa nič proti njemu. Gospod Vrevič, no, najprej mora seveda ljudska stranka zmagati, če seveda želi Ursula von der Leyen oziroma kateregakoli kandidata. Ali mislite, da je zdaj prostor za drugo opcijo? No, jaz bi si želel, da bi bil prostor za drugo opcijo. Naj bom jasen, pri Ursuli me motijo 3 stvari in zaradi tega ne morem tega podpreti. Prvič, ni se jasno distancirala, to moramo priznati, žal, bila je vprašana na špicen kandidatih, ko so se srečali, ni se jasno distancirala od skrajne desnice, jaz mislim, da to je nesprejemljivo. Druga stvar, gospa poziva na vojno proti Rusiji, kar je absolutno absurd, mi moramo se pogovarjati o miru, ne o vojni. In tretja stvar, da je pa vse skupaj še bolj bizarno, gospa ne zna odgovoriti na marsikatero vprašanje sodelovanja s Pfizerjem, kjer je zaposlen njen mož v času covida. Veste, to so stvari, ki so zelo netransparentne in takšnih ljudi si jaz pravzaprav ne predstavljam na vrhu Evropske unije. Kaj ste pa vprašali za gospoda Vesela? Gospod Vesel, jaz njega osebno ne poznam, težko zavzamem stališče, mi je pa ideja, to sem pa že v studiu povedal, gospe Ljudmile, zelo blizu. Jaz bi jo nadgradil. Namreč Evropska unija in vsi mi imamo težave z demokratičnim deficitom. To pa je, da imamo neizvoljene predstavnike na najvišjih funkcijah. Ideja, ki bi jo jaz posvojil, pa je, da bi moral tisti človek, ki bi bil morda komisar ali pa kandidatka za komisarja, biti nosilec liste, da bi se preizkusil tudi na volitvah in potem iz tega lahko gre tudi naprej. Nekatere države imajo tako prakso, tudi v Sloveniji, po mojem, bi se lahko tega poslužili. Modelov je več. Prva replika, gospa Novak, pa gospa Sukič. Vsekakor bom rekla, da Ursula von der Leyen, resna političarka, večkratna ministrica v nemški vladi, med drugim tudi ministrica za obrambo, nikakor ni militantna oseba, mama s 7 otroki, no zdaj ima že tudi 4 vnuke,
zagotovo jo skrbi prihodnost Evrope. In povezati voditelje 27 držav članic ni mačji kašelj. In ona s svojim načinom je to uspela. In v času covida je bila tista, ki je predlagala številne ukrepe, ne samo za, da smo čim prej prišli do cepiva, da smo ga pravično razdelili, ampak tudi številne ukrepe, da je gospodarstvo v tistem času lahko preživelo. Tako da se imamo za marsikaj zahvaliti, seveda pa ni sama in ni mogla sama sprejemati odločitev, si je pa naša politična skupina 8 let prizadevala, da bi sprejeli pakt o migracijah in azilu, ki so jo prav skrajneži temu nasprotovali in onemogočali, ker to temo zlorabljajo. Hvala, gospod Novak, direktna replika. Ja, no, oziroma dialog. pakt ste sicer sprejeli, ki je pa tudi zelo slab, tako ga bo treba popraviti. Kar se tiče Ursule von der Leyen, lepo prosim, če ti bi stopnjeval budžet za orožje, pomeni, da ti bo zmanjkalo za socialno državo, za tehnološki razvoj, za zeleni prehod, krize so pa pustile svoj pečat in ljudje imajo stiske. Tako da Samo na lepo kratko. prosim, demokratizacija Evropskega parlamenta En krog bi še moral želim izpeljati, odpoklicati, tako da. imenovati predsednico, odpoklicati komisarje, odpoklicati guvernerja Evropske centralne banke in ga imenovati. To bi bila demokratizacija. Gospod Frangež. Jaz sem hotel sam stavek glede ministrovanja gospe Ursule doma. Ni bila ravno res dobra ministrica, Bundeswehr je praktično pred razpadom, ima težave z navađanjem ljudi, s zastarelo tehnologijo, tako da ta referenca res ne gre njej v prid. Bom zdaj malo ciničen, morda je bila nagrajena s to pozicijo, da so se po domače znebili in jo poslali v Evropo. Gospod Frangež, na kratko, potem pa zadnji krog. Gospod Bogovič se je obregnil prej od gospoda Franca Timmermansa, bivšega podpredsednika Evropske komisije, avtorja novega zelenega dogovora, avtorja Fit for 55, avtorja pogumne podnebnih zavez Evropske unije in cele vrste politik, tudi industrijske politike, ki so iz tega izšle. Jaz mislim, da bi prav v Sloveniji morali razumeti nujnost podnebnega prilagajanja, nujnost globalne vodilne vloge Evrope pri zmanjševanju in omilitvi podnebnih sprememb, ne nazadnje zaradi lanskih poplav. Danes je bil poplavljen ponovno Tartinijev trg v Ljubljani. Dejstvo je, da zeleni... Kjer sem del? To so ozemeljske težnje. Aha, pardon, Ljubljane. v Piranu, seveda. Šala Dejstvo je, da zeleni prehod stane, bistveno več stane to, da se ne prilagodimo na podnebne spremembe, da ne poskrbimo za naše skupnosti, ljudi in gospodarstvo in jih izpostavljamo venomer tveganjem velikih podnebnih V pretresov. redu, gospod Frangež, ampak dajte, gospod Bogovič, samo en stavek, potem pa zadnji krog, ker moramo res... K sreči je šel gospod Timmermans na Nizozemsko in je v Evropo prišel drugi socialist, Slovak Šefčevič, ki razume, kako je potrebno skrbeti, tudi poskrbeti poleg okolja, tudi za ljudi, za socialo in pa za ekonomijo. No, gospod Bogovič, moje zadnje vprašanje pa zadeva prihodnost mladih v Evropi. In želim od vas slišati eno področje, prosim, ne širiti zdaj 100 področji ali pa 250 področji, povejte eno področje, kjer se boste vi kot evropski poslanci oziroma poslanke, če boste izvoljeni, najbolj zauzemali na področju mladih oziroma kako se boste borili za mlade. Področje številka 1. Gospod Grah, vi ste najmlajši tu. Seveda, kot predstavnik mladih. Področje, za katerega se bom zavzemal, je pravični zeleni dogovor. To, kar sem prej povedal, vse starejše generacije politikov so s svojimi odločitvami pripeljale do tega, da danes se sprašujemo, kakšnem okolju živimo in da se sploh soočamo s podnebnimi spremembami. Zato je potrebno, da mladi ravno pred tem prevzamemo odgovornost in z bolj ambicioznimi in drznimi idejami tudi ta pravičen zeleni dogovor dosežemo. Hvala. Gospod Kangler. Jaz sem drugi najmlajši. Se bom res počasi dobil občutek, da je to soočenje za kolega najmlajšega. Veste, predvsem bi si pa želel na področju izobraževanja projekt recimo Erasmus je Sloveniji, slovenskim dijakom, študentom veliko prinesel. Žalostno je sicer, da nas zapuščajo,
da jih veliko ostane v tujini, ustvarjati pa moramo pogoje tudi preko Evropskega parlamenta, da tisti, ki iščejo svoj kruh v tujini, da ga tudi najdejo doma. Torej izobraževanje. Mojca Šetinc. Jaz bi se tu strinjala s tem projektom Erasmus, da bi ga treba bilo poglobiti, razširiti, ob tem pa mislim, da bi bilo treba narediti nekaj tudi na spodbujanju aktivnega državljanstva med mladimi in pri njihovem vstopanju v politiko, tako da s tem se strinjam. Morda bi bilo treba oblikovati neke mladinske komisije in institucije, ki so sestavljene prav iz teh mlajših kvot, da izražajo svoj interes potem, da se aktivno vključijo v evropske politike. Eno področje, gospa Novak. Ja, največji ali eden od največjih problemov Evropske unije je staranje prebivalstva. Zato moramo več narediti za to, da bodo mladi lahko ustanavljali oziroma imeli družine. In eden od velikih problemov je, da mladi nimajo stanovanj. Zato smo mi to zapisali. Pomoč mladim za izboljšanje demografije. Dobro, demografija. Gospa Sukič. Jaz se bi obadala s socialnimi izzivi, ki tarejo mlade, in sicer problemi, to je prekarnost in pa to, da nimajo stanovanj, kot je omenila. To sta dva socialna ukrepa, in sicer enotna strategija enoten koncept, enotna strategija za gradnjo javnih neprofitnih stanovanj na ravni Evropske unije, to je ena stvar, in enotna strategija za boj proti prekarnosti in odprava prekarnosti do leta 2030. Eno področje, gospod Vujović, za mlade. Lahko ponovim Erasmus plus stanovanjska politika, tisto tretje, pa mislim, da nadaljevati za zaščito mladih glede na nevarnosti, katere na njih prežijo iz interneta in pa z vsemi stvarmi povezanimi z najrazličnejšimi platformami. Tu je Evropa naredila že prve korake, svet je približno tudi sledi v tej smeri in mislim, da je na regulaciji in pa poštenem in varnem internetu marsikaj še treba narediti. Mladi, Ja, se boste držali dogovora, eno področje. Bom se držal z veseljem. Stanovanjsko področje najpomembnejše, v Evropi primanjkuje 10 milijonov stanovanj za mlade. Mi smo predlagali zelo jasno ustanovitev Evropskega stanovanjskega sklada, ki bi zagotovil 6 milijard evrov v proračunu Evropske unije. Sloveniji pripade iz tega naslova 30 milijonov evrov in za ta način zgradimo 1000 stanovanj v Sloveniji tudi s pomočjo evropskega denarja. Kje bomo denar vzeli teh 6 milijard, kot me vsi vprašajo? Tax the rich. Treba je obremeniti bogate. Tukaj imamo rezerve. Hvala lepa. Gospod Ranc, zahvaljujem vsem, ki ste gospod Ranc, lahko jaz odgovorim na vprašanje? Pardon. Drugi najmlajši. Na ljubezen z gospodom Kanglerjem nas včasih tudi zavede in spelje potem na druge. No, Pa tukaj ni. Torej, eno področje, gospod. Ne, jaz bi pa rad povedal, na katero področje sem osredotočil in res se bom osredotočil izključno na eno področje. Gospodarstvo. Ki pomeni, Evropa mora zgraditi močnejše gospodarstvo, zato vlaganje v inovacije in razvoj, zato vzpostavljanje boljših pogojev za zagonska podjetja, da bomo za mlade ustvarjali nova, zanimiva, ustvarjalna in varna delovna mesta. In znotraj tega prenovljena industrijska politika Evrope, vključno za spremembo pravil državnih pomoči, da bo lahko države in skupnosti pomagale podjetjem, kot je Mariborska. Hvala lepa, gospod Frangeš. Samo eno stvar, Vaše področje ste že povedali, gospa Mojca, tako da... Ne, samo eno stvar, samo sebe moram dodati, eno stvar sem namreč prej pozabila, ker bo volitve 9.6., ne vemo, kdo bo zmagal, približno si mislimo, ampak pozabila sem povedati še na to svojo liberalno opcijo. Skratka, upam, da bo glavni komisar, šef komisije prišel ali od zelenih, socialistov, ali levih, ali od liberalcev. Najlepša hvala vsem, ki ste prišli. Preberite si naše povzetke v Večeru na naši spletni strani in pa seveda posnetek tudi na YouTubu. Hvala lepa.